Nekaj že hotel povedati. Baviš, kaj ti veš, kako izgleda v gatah. Prav vedel sem, da si navihan danes in se bojim tega, tako da na zdravje. Čim? Jure Rahal Lakner. Lahi, Ja. predstavi se mi. Jaz sem Jure, tako so mi dali ime. Koliko si pa star, Jure? Koliko dobri stari, le 7 descev na kupu, same budale. Zakon se imamo, veš. Koliko težko je to spustiti pola, ne? Ta ekipni duh je zelo poseben. Folk, ki ga načeloma srečaš, pa rečeš, živijo, me je ustavil, pa sem poslušal podcast, pa tako ful dobro. En mi je pa rekel, pa se je tep jezik bolj šlaufa k temu zraven, bi mogel ti biti voditelj, ne? Unike ste prišli do konca tega podcasta, svaka vam čas. Ja, to je bilo kar težko. Poleg tega, da si starš pa mož, kako se ti vidiš, da upravljaš vlogo v tem projektu, ki ga delaš v zvezi z Underdogom? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. A res? A prav to, da imaš majhnega lulčka, te obremenjeval cel življenje? Lej, ne vem, kako je to. Brmen čisto nasprotje, drugače. Čisto nasprotje. Ja, ne vem, praši okrog. To pošel mu kao, imam intro. Tako, koliko sem bil pa jaz pijan na podcastom, da se te debate ne spomnim. Na zalogo. Kva si ti je zgodil danes? Nekaj si hotel povedati. Nekaj že hotel povedati. Baviš. Ni pa me videl. No bom, ko so kamere prižgane. Ampak ti veš, kako izgleda drek v gatah. Zdaj smo v tej fazi. No, tisti, ki ste mislili, da bo ta epizoda tako resna, pa to. Ne, to je bilo med nama. Ja, pismo, spomnim se, ja, ne vem, a svoj ali Ne. od otroka. Ali... A jaz govorim za to malo. Okej, ne vem. To je zdaj common practice. Ker zdaj si me vrnil v čase Silverhawkova, kjer je bilo to nekaj čisto normalnega. Prav vedel sem, da si navihan danes in se bojim tega, tako da na zdravje. Čin. Ej, lej, vsak podcaster mora imeti tudi slabe epizode, zato si danes kle. Ja. Ko pa je zdaj to? Kar znezi čas. Ja, veš, pa tudi noben ti ne more reči, da se ti gre sam za oglede. Ja, Drugače ne bi bil jaz že v druge tukaj, ne? hvala. Ja. Lepo, da si to povedal. Ja. In hvala vsem, ki to gledate. Ne glede na to, da je Matej gost. Ja, sej jaz vem, kaj je fora, ne? Ti Kva? si vpisal telefon Matej, Ja. ki si hotel Turka poklicati in pa si po nesreč mene poklical in še prej sem jaz rekel, halo, si ti začel me vabati na podcast, pa datumi pa vse. In si se v bistvu zmotil, da sem jaz tukaj danes. Ne, drugače sem te uživo povabil. Ja, vem, So bila malo pod gasom. Ti si bil pod gasom. Ja. Daj priče enkrat, gre da tkar v koledar in pa sem videl koledar in noter in sem bil tako fakt stari. Ampak dobro sem me pol vprašal, a to resno? Ja, ful kao, deva v koledare, jaz sploh ne vem, kaj je Google koledar. Jaz sem prišel domov, pa si napisal doma na unga gasilskega, veš. Tam, ki imaš imena, doma gota, ne. Jaz bolj tako funkcioniram. Ja, zdaj je bila tvoja sodobljanka, je prišla ven epizoda. Ja, sej, res Tjaša. dobra epizoda. Se me je dotaknila. Ja. Ja. Roller coaster, emocij. Ja, ful. Sej sem tudi takoj Urši rekel, tole moč poslušati. No in tako ful dobro, no. Pa mi je Tjaša rekla, kao, kva vam jaz tam govorila, tam so ne vem kakšni strokovnjaki, kva vam jaz zapovedati, ne? Sem rekel, čaki, neki so strokovne debate na določenih področjih, neki so pa življenjske debate. Jaz življenjske debate rad poslušam, ne? Rad jih pa tudi debatiram. Pa ti tudi. Ej, če bi imel ti svoj podcast,
Zakaj bi ga delal? Bolj za fun. Meni je to bolj fun, kot kar nek bigger picture. Po mojem. A si za eno lumparijo? Kaj če se delava, da je to danes tvoj podcast Moj podcast. in ga ti odvodiš po svoje? To smo tam, a ne. Plot twist. Plot twist. To bo ful slaba epizoda danes? Ja. Ja. Ampak ja. Jure, Rahal, Lakner. Lahi, Ja. predstavi se mi. Ej, dobro vprašanje, hvala. Pismo, v bistvu si me kar malo dubal. Jaz sem Jure, tako so mi dali ime. Koliko si pa star, Jure? Danes, ne, včeraj 33, včeraj 33. Ukvarjam se z tem, da se probam izražati na vse možne načine, ki mi jih tehnologija in današnji svet omogočata. Ena izmed njih je podcast. Čez dalje bolj me vleče v to, da probam z vplivom, na katerem pridobivam s tem podcastom, narediti kaj lepšega za ljudi. Zato sem tudi ta event naredil zdaj. Rad imam dobre pogovore, tudi slabe. Rad dobro jem, skrbim zase, športam. Rad odpiram vrata za ljudi, tako kot so jih pred časom določeni ljudje zame. In najbolj uživam v tem, da sam sebe raziskujem še bolj, pa odkrivam ene delčke sebe, ki mi ne služijo več mogoče to, ki so mi včasih, pa jih sam opazim, da se zavedam, da so enkrat nastali zato, da so mi pomagali. Ok, a boš pustil še kaj meni, da vprašam? Ali... Težko, stari. Res, to ni simpel biti gost. Ja. Zadnji sem bil jaz tukaj gost. Ja. To je bilo skoraj en let nazaj, ne? A res? Ja. To je bilo po novem letu, malo po novem letu sva snemala. Ne, a res? Ja, ki je bilo po moji 10. obletnici. Točno, bravo. Ja. Kaj se je spremenil zdaj v enem letu? Tlele. Pa izven tega. Ok, nekaj je ta vloga starša, ne? Da se mi je malo to obrnilo, kako si razporejam čas v dnevu. In mi ta mala ful pomaga pri tem, da grem večkrat na sprehod, da sem bolj v trenutku z njo, da me ne vleče toliko delo, da pustim telefon večkrat na strani, pa sem pač z njo. Tako opominja me na to, kaj je pomembno. Pa lih za rojsten dan, ko sem se zbudil, prva stvar, ki jo je naredila ta mala, je bila, da mi je faco njeno lic mi je položila na moj lic in tako blagor. In sem mu delala me. In sem bil tako, odprl sem oči in sem bil tako, wow, kjero lepo darilo sem jaz dobil za rojsten dan. Drugač pa ja, spremenil, kaj si spremenil? Zdaj se že vidijo sadovi dela, a ne, tako. Po enem letu dejansko lahko rečem, da podcast ratuje skoraj že samozadostan, ne? Torej, da se s podcastom tudi nekaj že zasluži za ogledov na YouTubu, pa od memberjev, ljudi, ki podpirajo projekt, ne? Pa zdaj z dogodkom, a ne, dejansko, da smo lahko naredili dogodek za pismo 500 ljudi. To je kar big deal, ja. To je kar big deal, a ne, in da se v bistvu ta dogodek cel pokrije in da tudi otrokom, 50 otrokom kamp omogočimo pri Maticu, a ne za ADHD, kar mi je epsko. Jaz od tega pač dejansko nimam nič, ampak imam ogromno. Tako da, ne vem, vedno sem govoril, da ne bi rad gledal stvari samo čez cash, a ne, nekak lastne vrednosti pogojeval na to, koliko zaslužim. In se mi zdi, da zdaj v bistvu vidim, kva sem s tem hotel reči, a ne. Nekako prepeleš projekt do te točke, da čutiš, da nekaj več daješ, kot samo, ne vem, biznis delaš. Ne vem, kako bi rekel, no.
Sploh zdaj, veš, ker je bilo toliko tega Black Fridaya pa vsega, moj fokus je bil pa tako na dobrodelnem dogodku. In mi je bilo tako epsko, da so ljudje dejansko pač tudi dojeli bistvo in začeli kupovati karte za druge. To sem videl, da se je dogajalo in To je mi je noro. bilo ful dobro, da je to šlo čist organsko v bistvu med ljudi, a ne. Tako je 40 kart, mislim, da je na ta način najdel A ne 44. ljudi. Ne 44. Ne, se ni bilo, po mojem je bilo med 30 pa 40 od oka, bi rekel. Tudi Matej Turk tukaj je, a ne, on je tudi v bistvu sam zakupil 10 kart in rekel, da te karte bo podaril ljudem, ki pač mu bojo pisala, ne. In jaz sem isto naredil. In ne vem, po se je kar folk najdel in je to začel delati. Že sem maile začel dobivati. Tako, jaz sem kupil karto, ampak bi jo podaril, a ne. Tako da ja, evo te spremembe. V startu si rekel vloga starša, ne. Mhm. To je taka velika vloga, ki jo zdaj, ne bom rekel igraš, ker igraš se sliši tako, kot da se pretvarjaš, a ne. Ampak upravljaš. Zdaj pač vlogo starša. To se meni zdi ful taka velika vloga in velika sprememba. Kako bi opisal, kakšne vloge še upravljaš? Poleg tega, da si starš pa mož, kakšno vlogo mogoče upravljaš, kako se ti vidiš, da upravljaš vlogo v tem projektu, ki ga delaš v zvezi z Underdogom? Pač rekel bi podjetnik, na nek način, da dojemam, kaj to sploh pomeni, ne? Ker si ti enkrat 100% odgovoren za svoj biznis, je zgodba malo drugačna. Predtem sem bil zelo uspešen kot zaposlen, a ne, kariero bi si lahko zgradil pač brez problema. Kaj pa ti zase delaš, to tudi ti dobro veš, je pa ogromno enih stvari, ki se ti zgodijo, ki vplivajo na tvoje počutje, ki moraš vztrajati, pa moraš premagati določene izzive, zato da lahko sploh nadaljuješ svojo podjetniško zgodbo, a ne. In načeloma rata nekako skozi čas del tvojega življenjskega stila. Tako da ena vloga definitivno, ki mislim, da jo igram, je vloga podjetnika, pa bi rekel še, da vloga mentorja. Tam je tudi zelo organsko se razvila, tako sploh zdaj, ko vidim recimo, kako se Amadej odpira, a ne, za biznis naprej, kako se je Ažbetu odprl takrat za biznis, a ne. Kako dejansko ljudi, ki pridejo zraven k temu projektu in se najdejo tukaj res s srcem, kako se jim pač dejansko odpre. In mislim, da tukaj velik del tega je tudi to, da jaz čas namenam njim, a ne, to je del dela, da tudi delajo te ljudje na svojih projektih itd. Z nobenim nimam tako, samo Underdog boš delal, a ne. Ampak se mi zdi fair do vseh, da dojamejo, koliko so sami dobri v tem, kar delajo, in jim pomagam pač ratati bolj podjetni, da si lahko poleg Underdoga še sami biznise rihtajo, a ne. In roko na srce tudi pomeni, da je strošek zame lahko nižji, a ne. Ker ne gledajo ljudje, s katerimi delaš samo čez denar, imaš ti dejansko možnost, da jim več daš. In ko enkrat ljudje dojamejo, koliko poleg denarja lahko tukaj dobijo, kar je svoboda do tega, kdaj boš delal, kako boš delal, se jim kar odpre, no. Morajo pa vsi sprejeti neko odgovornost, ne? Ker jaz recimo ne prenesem tega, da mi en reče, da bo nekaj naredil, pa to ni narejeno, ne. In v bistvu, da moram jaz pol biti zakaj ni narejen, pa bla bla bla, ne. Če do tiste točke sem jaz dal vse od sebe, da sem temu človeku lahko pomagal, da je playground za njega pripravljen dober, da se lahko igra, ne. Mož, ta je nekaj tazga, na čemer najbolj delam, sploh odkar je Irina prišla, da probam odnos za Ano še bolj globiti, še bolj da dohajava z najnim odnosom življenjsko situacijo, v kateri sva, veš, kaj mislim. Da ni tako odnos kao dober in stagnira, skozi se mora razvijati, ker se in jaz razvijam in ona, ne. In mislim, da tukaj, kar dobro delam kot mož, je, da jo poslušam, jo vidim, jo slišim, istočasno pa skrbim za to, da se jaz dobro počutam, ne. Zato sem ji danes pregapel 2 ure pa pol, savna, mrzla voda, masaža. Mene pa nisi prišel pozdraviti. Tebe pa nisem prišel pozdraviti. Ja, Okay. ker sem hotel nekaj dobrega danes zase narediti. A ti si to res dovzel, da boš ti furil podcast? Dobro ti gre. Zdaj so se mi porajala vprašanja. Dej. Všeč mi je. Te vloge, a ne? Ja. A ti je bilo, a ti je
žal mogoče, ali pa a se ti zdi, da imaš občutek, da si ene vloge mogel pustiti za sabo prekmal? Zato, ker sem rado starš. Ne zato, ampak mogoče zaradi česa drugega. a ne? Glej, vsi smo se v eni fazi mogli odločiti, da nismo profesionalni športniki in moraš to pustiti za sabo. Ja. Pač, nismo več mladi pa neumni, ne moramo se iti tega našega hobija na kakršen koli način, ali ka si star 16 let, pa vidiš, da nisi zrel za reprezentanco, ali ka si star 20 let, pa vidiš, da pač nisi dosti uspešen, da postaneš profesionalen športnik. A si težko, recimo, mogoče to specifično vlogo opustil, a se ti zdi, da si to vlogo odigral do konca, oziroma za kjerokoli drugo vlogo, ki si jo prej imel, do te faze, ne vem, kaj pač postaneš, bom rekel, odrasel v narekovajih. Ja. V narekovajih zato, ker pač mi nismo odrasli, mi smo samo otroci, ki v bistvu nikoli ne odrastamo, a ne? Moški, ja. Pa me zanima, če je kakšna taka vloga, ki si jo mogel mogoče prekmal spustiti, pa je nisi imel možnosti do konca odigrati. Pismo, ja. Dejansko zdaj, ko nazaj gledam na te Silverhawks dneve, pa niti ne toliko na to, da smo igrali ameriški fuzbal, ne kot igralec vlogo, ki sem imel, mislim, da se je to zaključil. Mal prehmal, po moje, tako en let. Tako, želel sem si zaključiti z nekim govorom, z nekim, nekim statementom, mogoče biti sprejet v Hall of Fame, ki smo imeli pri Silverhawksih. Ja, Hall of Fame Silverhawksov, ne Hall of Fame, tako, ja. Ja, Hall of Fame Silverhawksov, ki je pač res bila neka, kako bi rekel, tradicija že, od 2000 so oni obstajali, smo obstajali in mi smo pač dejansko bili deležni tako enega lepega obdobja za naš življenje, Mislim, da kot igralec smo imeli ta privilegij, da smo vedeli, da igramo pač amaterski šport, ki je ratu že pač tako, obnašali smo se kot profesionalci, Jaz bi prej rekel tako polprofesionalno. Ja. Še zmer vse sam plačaš. Ja. Ampak trenirali smo, saj odnos je bil tak, da smo pač, bom rekel, polprofesionalci, Ja. Ni to sam pač, gremo. Ne, sigurno. In mislim, da je to tudi nas delala, Tako ful sem hvaležen za to obdobje, zato ker nam je dal ful discipline, fantom takrat, To je bila tako, po moje, naša vojska. Mini vojska. Ja. In sploh, veš, ta del, da smo šli skupaj na tekme, pa da smo zmagali, zgubili nazaj, grede smo se ga nabili od zadnji na busu, fore so bile take, jih pač raj sploh ne bi govoril. Ampak to je bil ta del odraščanja, ki mislim, da je zdrav za moškega, za mladega moškega. Da lahko to budaleštino vso da iz sebe, ampak še zmeri, da se zaveda, da to pride kot nagrada temu trdemu delu, ki smo ga dali noter s treningi pa tekmami. In pol dejansko, ko se je začelo to obračati, tudi da smo začeli zmagovati, ker sem prišel lih na prehodu, ker so Silverhawksi vse zgubili, tako ene tekme nisi zmagal, in pol, ko si začel nekako malo zmagovati. Pol, ko si ti prišel. Ja, ker sem jaz prišel, pol si začel zmagovati. Ja. Ne, ampak ta del pač potegnil me je iz neko, dal mi je možnost, da sem rado vodja, ekipe, čisto naravno, ker sem si želel tega. Vedel sem, da všeč so mi bili te motivacijski govori, pa Brian Dawkinsa sem skozi poslušal, pa Ed Reeda, pa Ray Lewisa, te pač res oni surovi motivacijski govori, ki so bili včasih popularni. To mi je bilo ful všeč, ampak vloga, ki si rekel, kar je ful dobro vprašanje, je pa v bistvu bila povezana s tem, da sem jaz tam začel voditi social medijo, za Silverhawkse, malo se z marketingom pa to ukvarjati, malo tipati. In dejansko smo bili mi takrat priznani z nekega avstrijskega medija kot, mislim, da top 3, na tretjem mestu smo bili, kot koliko imamo social media followinga, ker smo imeli Twitter kanal, imeli smo Instagram kanal, Facebook kanal in vse skupaj smo imeli več sledilcev, ker recimo igralci, oziroma ekipe, ki so igrale, ki so kraljevale na lestvicah Evrope, in to mi je bil tako en lep tak dosežek, se mi pa zdi, da je kle malo nedokončanega, zato ker nisem imel dost zaledja finančnega, pa znanja, da bi dejansko iz tega naredil nek powerhouse, ki bi bil, tekaš. Tukaj recimo Jerryju do neke mere ratal z Tigersi narediti, da je dejansko bil to nek biznis, da se je lahko denar delil, da so bile mlajše selekcije itd.
Ker pri Silverhawksih mi smo imeli v bistvu samo člane. In to je bilo to. Ja, pa tudi pol se je zelo tako, bom rekel, vse skupaj zaključil. Ne? Jaz sem sicer malo prej šel, ampak s tvojo generacijo, ki ste zaključili, je bilo Fertik vsega. Ne? Fertik, ja. Ja. Dejansko pol sem šel zadnje 2 sezone igrati v Tigerse. Ker sem želel ameriški fuzbal obdržati, ampak Stevie mi je enkrat lepo rekel, kaj je šel tekmo gledati. Je rekel pač, zanimivo je, kako gledaš igralce, ki smo igrali prej v višji ligi, kako je takrat zgledala tekma. In pol, ki smo prišli recimo igrati v nižjo ligo s Tigersi, koliko je bilo vse bolj, tako tudi mi kot igralci smo zgledali pač počasnejši, ni bilo toliko na nivoju, igra celotna je bila slaba, in mi je bilo to ful zanimivo, ker se lepo pač tudi v življenje preslika, da je včasih boljš biti slab, pa igrati z boljšimi od sebe, kot pa biti dober, pa igrati slabšimi od sebe, tudi v biznisu, dolgoročno. Kaj to za tebe dolgoročno pomeni? Ja, pa sej, meni se zdi, da je itak dober si to, kakor je tvoj nasprotnik. Pismo, ja, nivo igre njemu prilagodiš, sploh v tem športu. Sam to mi, ki smo bili tako zelo amaterski. Lej, se načeloma se mi zdi, da je pri vseh takih, bom rekel, skupinskih športih tako. Mi zdaj igramo rekreativno ligo basket in pač zanj smo igrali proti mulcem, ki so dobro igrali, smo tudi mi dobro igrali. Predtem smo imeli pa eno ekipo, ki so pač res tako rekreativci, ki mi s tem, da še niso bili prav vice, da niso basketaši, ampak ful zagnani. Ja, lej smo tudi mi malo se njim prilagodili na njihov nivo. Ja. Sej, ne, da smo bili ful dobri, sam pač dali smo pa 5 točk več kot oni. Ja, to je to, kar rabiš. Kjera vloga se je pa tebi spremenila, mislim, kjero si ti pustil za sabo? Lik zato sem te hotel malo povprašati okrog tega športa, ker meni se zdi, da se je to pri meni malo prehmalo zaključilo. Vloga soigralca, sej meni se sploh ni šlo toliko za šport, pa za vse to, ampak ta team spirit, pa vožnje z busom, pa druženje, pa po treningu umeka, pa ves ta folk, ki ga imaš skozi okrog sebe, ker to je ogromna skupina ljudi na koncu, in meni to še zdaj ful manjka. Mislim, mene še kar malo, tako rečem si, pismo je bilo lušten, jaz bi tudi imel zdaj neko, bom rekel tako, da veš, da je ta ekipni duha, Zato mi ga sede zdaj spet basket igrati, pa to rekreativno ligo, in zanj smo se s kombijem 7 komadov pelali v Kočevje in jaz sem bil tako, koliko dober stari, 7 descev na kupu, same budale. Zakon se imamo, veš. Pa še takrat je bilo v bistvu tako, jaz sem nehal igrati, ker sem odprl firmo, se pravi, vedel sem, da to ne more iti eno z drugim. Ja. In jaz sem res presekal to vlogo in šel v drugo vlogo. In zato se mi zdi, da malo to vlogo sem mogoče malo prehitro zaključil. A to, kako pa si takrat to gledal, ko si delal transformacijo? Zakaj si naredil ta premik? Zato, ker sem vedel, da je pač, da je dost, ampak, a veš, ja, veš, da je dost, ampak koliko težko je to spustiti pola, a veš, pa greš pol še na tekmo pogledat, se hodil še na tekme pol in je tako, jaz bi bil z vami dol, jaz bi se sam malo zajebaval dol z vami, ne bi igral, ampak tle s tribun mi je težko to gledati, Ja, nisi del ekipe, Ja, in pa vse poznaš. Ja, sam ni isto. Ampak ne veš, kjere so fore aktualne tiste teden, in to je to sem malo težko sem spustil, zato kako praviš Štajerci, imam tega pesa v sebi. Skozi ga imam, kar se športa tiče, in to mi tako malo manjka, ampak zdaj spet pridobivam to malo nazaj. Ta tekmovalnost, Ja, ker vse je malo preveč lagodno pa tako in rabim malo tega. Ja. To žval dati ven, sej žval, jaka žval. Ampak tako, nekaj imaš seb, ki te grize in to je treba dati ven, Ker tudi nisem tako, da zdaj šel v fitness, pa ta argument to ni, Ja. Ta ekipni duh je zelo poseben. Tako sploh, če pomisliš, meni je bilo to najbolj všeč, da nisem, pač ni bilo placa za izgovor. Veš, kolikrat sem jaz pomislil, da se mi ne da na trening, stari. Pa jaz sem se takrat vozil iz Kamnika v Ljubljano vsak dan na trening. Mislim, vsak dan. Vsak dan v bistvu, ker sem tudi na fitness hodil v Ljubljano. In tudi, ker je bil odzuni pizda poledica, stari.
Minus 9 zvečer, 15. minus Mi smo na 15. minus smo imeli. 15 trenirali. Jaz sem pozabil, jaz sem tisti trening bil v kratkih rokavih, zato ker sem bil tako napaljen. Jaz sem šel prej na gym, in takrat sem še nekaj pre-workoute jemal, ali kaj. Jaz sem bil napaljen, kot prasec, stari. Jaz sem prišel na trening v kratkih rokavih, folk, unilinjaši tam v unih puloverjih, jaz sem bil tako, daj gremo, a ne. Ker sem se prvič zabal, mi je bilo žal, a ne. Ampak Ja, valjda, ker vse Ja. še bolj trdo. dejansko se mi zdi, da se je takrat oblikoval nek ego, neka verzija mene, ki je bila underdog, tako zavestno underdog, tako nočem, da me sploh vidite kot zmagovalca. Tako meni je všeč biti ta, ki bo sam grizel. Tako pač ne glede na to, kakšen bo rezultat, meni je všeč, da smo mi unike zgubljamo. In ker smo mi Silverhawksi stari 7 tekem, mislim, da smo zmagali v AFL-ju v zadnji sekundi. 7 tekem smo zmagali v zadnji sekundi. Mi smo šli folku tako na kurac, da ti ne morem povedati, stari. In ta del je bil meni najboljši. Veš, tam se je to, da si ti pač v zgubljenem položaju in zmagaš. To je nekaj najlepšega, kar lahko v življenju pač v športu, bom tako rekel, v športu doživiš. Ker je še zraven 30 ljudi, 40 ljudi, ki gre z njimi čez to. Ja, in tak nerealen hype je, sploh se ga ne da opisati. Ampak tako šport na splošno, a ne, koliko ti lahko da, pa mogoče to takrat ne veš. Jaz to zdaj ugotavljam malo, ne. Koliko ti šport in v otroštvu in tako da, a ne. Tudi pol kasneje, recimo zdaj pač, ne vem, 30 plus, 40 plus, da se še vedno ukvarja s športom, se to itak pač vsak prav, da je to pač skoraj neobvezno. Če hočeš imeti čiste stvari v glavi in pač tudi fizično dobro počutje, a ne. To sem te hotel vprašati, če bi zdaj bil star 15-16 let, v kjer šport bi se vrgel? Če bi bil star 15-16 let v trenutni situaciji, torej bi da so bil- športi tako, kot so zdaj. Če bi bil mulc v letu 2024, Ja. glede na vse, kar ti je dostopno, v kjer šport bi se vrgel? Wow, Kaj se ti zdi, Kako da dobro ti lahko vprašanje. največ da? bravo. Ziher bi bil ekipen, Fiks. čeprav mi je zdaj golf mi je všeč, ampak ga ne bi kot šport, da bi bil profesionalen golfist, ni šans. Ni šans. Isto tenis ni šans. Karkoli individualnega bi odpadal. Razen mogoče borilne veščine, mogoče bi šel v boks. Se to je tudi ful aktualno, ne? Ja, definitivno bi šel, bi bila boks ena izmed top 3 izbir. MMA ne. Mislim, da ne bi bil tako dober tam, ko bi bil v boksu. Ekipen šport bi izbral, in sicer bi izbral Hočem reči basket, ampak za basket nimam višine. Jaz tudi ne, pa igram Ful mi je všeč kot šport. amatersko ligo. Ja, ampak a veš, zavestno bi se odločil, a ne? Zavestno bi se odločil. Ok, verjetno bi mislil, da bom še zrastel. Lahko tudi, da bi, če bi pač boljše življenjske odločitve sprejemal, kot sem jih. Ja, misliš, da je to kar toliko povezano? Po moje vpliva, ja, po moje vpliva. Ma ne vem. Misliš, da ne alkohol, pa ne. Ne vem, če to vpliva kot genetika. No. Ja, ok, dobro. Samo moj foter je bil 1,91 m, a ne. Imam pa mehno mami, a ne. Ja. Ej. Ok, da nošlo predelč. Pismo, veš, da ti ne znam povedati, stari. Kva bi se odločil? Po moje bi bilo več športov. Ne vem, vse bi igral, tako kot sem. Fuzbal mi je dober. Sam ga ne bi pač tako profesionalno gledal. Ja, konkurenca je velika. Ne? Ja, konkurenca je velika. A veš, ti, če hočeš uspeti zdaj v fuzbalu, moraš biti, pismo moraš biti hud, ne. A veš, da te nekdo nekam potegne. Ne? Vse moraš biti, to moraš biti po moje kompleten in igralec, in sposoben, in talentiran, in hard worker že v štartu, bolj kot mi, ki smo bili stari 15 let. 15 let nazaj. Nivo se je dvignil, stari. Zdaj, ko gledaš mulce, kako to igrajo fuzbal, pa to je noro. Mi smo igrali zadnjič tekmo basket No, pa to, ja. proti 2008 letniki. Ja. 2008 letnik je bil najboljši strelc. Wow. Ja. Se pravi, kaj je to, 16? 16 let.
model. To je drugače se igra basket, drug basket se igra, kot smo ga mi igrali 15 let nazaj. In Kako je drugače? Aj manj fizičen. ne vem, to ful težko komentiram, ampak drugačna igra je, a ne? A si treniral basket tako kot ekipni šport? Kot Pismo, ne, nikoli. Jaz sem igral street basket. Mi smo čisto drugače igrali, pač drug stil igre. No. Sej pustimo detajle, ampak drug stil igre je in se vidi, da je pač tudi sama igra in šport napredoval. Ja. To je drugačne. Ja, a veš, že tako, ko gledaš NBA, recimo, a ne? Tako, ko si rečeš, ok, v redu, videli smo že vse, kar se da videti pri kucanju, a ne? Pač kako lahko sploh še karkoli kdo novega naredi. In pride Ja Morant, in pride Edwards. Ja Moranta namaram, tako da se ne bom spuščal v to debato. Ampak govorijo o kucanju. Govorijo o highlightsih, ja. Govorijo o highlightsih. Ja. Veš, tega nisi imel. To, da ti bo tam človek parletu, pa a veš, letel po zraku, pa kucnu, pa ne vem, kva vse delo, a ne? Ampak to so zdaj že v srednjih šolah, taki pač hudi atleti. A veš, tam v Ameriki, ne? A misliš, da je to zato, ker pač vidijo, da je to mogoče, mladi fantje, in stremijo k nečemu, k drugačnem mogočem, kot smo recimo mi, ki smo gledali nek drug stil športnikov. Veš, kaj mislim? Jaz mislim, da je tudi sama tehnologija treniranja. Treningi so drugačni. A veš, zdaj ti čoporina zdaj 14-letnega fanta v šport, on bo imel veliko bolj kvalitetne treninge in trenerje, kot pač 15 let nazaj. To je dejstvo. Ne? Zato se zdaj podirajo rekordi v različnih športih, ki so bili prej nemogoči. Noro. Ja. Veš, koliko je šlo to vse naprej. Mm-hmm. Jordan je v bistvu začel s tem, da se trenira dodatno v fitnessu, zdaj pa igralci živijo za to, da v bistvu trenirajo. Vsaj pri basketu, ki ga spremljam, da približno vem, kako to poteka. Zdaj sem Donketa videl kle v džimu. Kle? Ja. in stari se, pač prva stvar, ki je bilo itak tako hudo, a ne? Druga stvar, ki je bila pa pismo, ta del njemu res ne paše. Tako videl se je, da trening džima je nekaj, kar pač res more narediti, zato da ohrani, po moje, telesno kondicijo pa strukturo. Ampak ni bilo pa unga sparka, ki ga pri njemu vidiš, sicer na TV-ju ponavadi, ki igra basket. Ki ima žoga, ne? Ki ima žoga v roki. In se mi zdi, da še zmeri, a veš, kako boš to razložil enemu mulcu, ki se mu ne da trenirati. Da je treba še vse, ne glede na to, da ti res sede biti samo žogo, da je to tudi ful pomemben del treninga. Ne? Ker se mi zdi, da danes mlajši, ali pa ne vem, na blev govorim, bi malo prehiter radi preveč, tako, da bi kar takoj mogli biti že res dobri. Zato, ker jim je dostopen vpogled v to, a veš, koliko je drugih ljudi dobrih, pa koliko so vsi dobri, a ne, ti to takoj lahko vidiš. To je pa moje malo tudi ne drugače. Pa, hard work beats talent. To morajo vedeti, ne? When talent doesn't work hard. Ja, tako pač je. A se ti zdi, da če se malo vrnem nazaj, kada je moj podcast? Ne, hudo, stari. Všeč mi je. Sam nisem se še navadil, čisto iskreno. Moram se malo sprostiti. Ja, malo se sprosti, veš, a že bil na kakšnem podcastu? Pizde, sem bil. Sam nisem bil pa gost na svojem. Ja, to je tudi en first, po moje. Ne, hudo. Pri vlogah, če se še malo. Ja. Ker se mi zdi, da je to ful taka tematika, ki se jo da na široko obdelata, ne? A opažaš mogoče, da imajo ljudje težave s spreminjanjem vlog? Ja, definitivno. Mislim, ne bi to rekel vloga kot identiteta. Ajde, mogoče. Tako nekaj, s čimer se poistovetijo, da to so, a ne? Štekaš. Tako ti si tudi mogoče v nekem času največkrat rekel, da si igralec ameriškega nogometa. Sem Matej, igralec ameriškega nogometa. Si avtomatsko prevzel identiteto tega. Tako, če bi zdaj rekel, jaz sem Matej, podjetnik, prevzemaš identiteto, a ne? Ja, jaz nisem podjetnik. Ja, kako ne? Jaz sem samo zaposlen. No, kako krčeš. Kakršnokoli etiketo si boš dal. Jaz mislim, da enkrat ljudje dojamejo,
da ne rabijo več igrati vloge, ki jo igrajo, šele vidijo bistvo življenja, ne? Ki je konstantna sprememba. In ko se ti zavestno odločiš, da ene vloge več ne boš igral, se naredi prostor za rast. Zato, ker ti začneš oblikovati novo vlogo na podlagi vseh izkušenj pa znanja, ki si ga do te točke osvojil. In ti prilagodiš vlogo temu, kar misliš, da življenje od tebe na tej točki zahteva. Da si v nečem najboljši. A ne? In če si ti sposoben te vloge spuščati in istočasno graditi z zavedanjem, da si ti take te vloge opaz, ne? Torej, da si ti v bistvu nekdo, ki si zbira, katero vlogo bo v določeni situaciji uporabil, je to tako, kot da bi imel ti da bi igral neko igrico in bi imel 10 karakterjev v svoji ekipi in bi za vsako situacijo, ki se ti na tej igrici, ko se ti sprehajaš po svetu, poda, se ti odločiš, katera vloga bo ta izziv najboljš rešila. Ne? Ko da mislim, da ni čist point, da ti spustiš vlogo, da to pomeni, da jo pozabiš. Ampak samo, da razviješ modrost, kdaj v življenju je kakšno dobro aktivirati. A ne? In to se meni recimo zgodilo tim, da v konkreten primer, da sem se pelil iz liftom in sem dejansko bil ful napaljen za delati in ta vloga se je nekako razvila v tem mojem času, ko sem tako po 16-17 ur na dan delal, a ne? Shine Brown časi. In to vlogo sem jaz počasi v življenju začel malo demonizirati, malo negativno, a ne, gledati, da to je slabo, da to je pohlep, da to je toksično, ne vem kaj vse, a ne. In potem sem v bistvu ugotovil, ker sem se v lift furil, da danes mi bo pa ta vloga ful prav prišla, ker moram veliko shendlati. In ta človek je napaljen, da shendla. To pomeni 5 kav, fuge, svašta, a ne. Sam, da bom jaz lahko pač to shendlal. In se zavedati, da je to samo vloga, ki jo bom jaz danes odigral in da to nisem jaz, je tisto, kar mislim, da je tukaj najbolj pomembna stvar, ki jo lahko vsak odnese. Ne? Da tudi jaz sem lahko najboljši oče na svetu, pa mi to nič ne pomaga, ker prijem sem pa se usedem za majk. Iz tega vidika, koliko bom jaz zdaj outperformal, oziroma koliko bom dobro performal tukaj, koliko bom v tem trenutku lahko. In jaz vem, da tukaj drugačno vlogo igram. Ampak če bi jaz dejansko se zaljubil v neko vlogo več kot v ostale, bi potem samo tisto delal. Torej, sem profesionalni športnik, to je to, kar me identificira. Zdaj mi pa ti to vzem. Pa sem pa pol. Zgubljen. Ja, ne, še zmer si lahko in oče, in mož, in... Če imam zavedanje, da je to lih toliko pomembno kot ta vloga, ki mi jo je družba predstavlja, kot da je to najbolj pomembna vloga. Veš, kaj ti ljudje okoli tebe velikrat rečejo, ti si pa to, ti si pa to. Tako kot zdaj, veš, jaz ne vem, kaj ljudje rečejo zame. Ampak, ko mi kdo kaj lepega pove v meni, rečem hvala, da me tako vidiš. Hvala za to verzijo mene. Ker mislim, da toliko ljudi, ki te pozna, toliko verzij tebe obstaja. Realno. Nič ne rabiš vzemati osebno. Ampak jaz tebe poznam kot drugačno osebo, kot te pozna Urša. Ali pa Jerry, ali pa Amadej, ali pa ne vem, kdorkoli. Ti si zame druga oseba. Štekaš? Jaz sem druga oseba. Ja. Ti, ki sebe predstaviš, pa zdaj katero verzijo zbereš. Ja, veš, jaz s tabo igram drugo vlogo, kakor doma, ne? Ja. A veš. No, si to, ne? Ja. Sposobnost, da ti se zavedaš tega, da se vloge preklapljajo, je po moje kar pomembno. No? To bi jaz mladim dal, ful bi jaz, če bi to pri mladih letih vedel, da bi imel to modrost, ne, bi si več stvari po moje upal. Tako, ne bi preveč mislil, da če bom nekaj tazga naredil, ker zdaj ni toliko povezano z mojo vlogo, ki jo trenutno igram, ne, bi pač več stvari lahko probo, več stvari bi lahko rekel ja, ne da bi mislil, to je kar nekaj, ne. Kaj bi, če bi, ne? Ja, mislim, a veš, avtomatsko gledaš, kaj si bojo drugi mislili, če to naredim. Zato, ker drugi so ustvarjali to vlogo, ki ti rečeš pol, kaj si bojo drugi mislili. Na podlagi tega, kar ti misliš, da si. Če pa tega ni, ti je pa lahko vseeno, kaj si drugi mislili, zato ker pač dejansko oni govorijo o vlogi tebe oziroma o verziji tebe, ki ni resnična, ki je plod njihove domišljije.
Ampak to, da bi mi to en razložil, ker sem bil 16, bi rekel, če je prizadeta, če je vse v redu z njim. Težko je kot 16-letnik, po moje, sprejemati kakršnekoli informacije. Ne vem, se mi zdi, da jaz vem, koliko sem bil zbazlan takrat, pa sploh še ni bilo v bistvu vseh teh social medija pa teh zadev. Ne? Ja. In danes je veliko težje biti 16-letnik, po moje. Zakaj? Ne vem, se mi zdi, da pač ta social media pritisk pa vse te stvari, a ne? Itak si... Kaj primerjava, misliš? Ali? Ja, primerjava, kaj drugi pričakujejo od tebe, mislim, le si čist enostavna stvar, dva, ki si gresta na živce, se pa šoli stepata vzuna, ne? Tako je bilo včasih, ja. Tako je bilo včasih, ja. Ja. In to je to, se stepata in pol v bistvu, ker se morata z isti busom domov peljati, v bistvu ugotovite, da sta dva butla in sta... In sta pol v velikih primerih tudi prijatelja. Ja, sta verjetno pol tudi best frienda. Danes to je vse posnet, to je vse poslikano, vsaka taka drama, vse to gre lahko ven in čez 5 let vidiš video sebe, ki si se tepil šolo. Pa je bila bedarija, tako kot smo vsi imeli te bedarije kot mulci. Sem kaj pa kot starš lahko narediš v tem primeru, če gledava, če si izpostavil? To pa mene ne sprašuje, ker nimam 16-letnega otroka in ti ne znam na to. Sem en dan boš imel 16 let staro punco, ne? Ja. Če že zdaj gledaš, kaj si želiš? Kaj si želiš, da bi dal? Kako želiš, da bi takrat ona mogoče, ne vem, nočem reči se obnašala, ampak kire vrednote si ti zdijo pomembne, da jih kot starš predaš svojemu otroku, ki ji oziroma mu bojo pomagale pri 16. letu starosti? Veš kako je, 15 let nazaj je bilo vse drugače, pa čez 15 let bo vse drugače, ne? In zato se jaz mogoče zdaj le obremenjujem toliko s tem, ampak se bolj obremenjujem s tem, da postavljam nek vzor z dejanji. In kar se tiče, kako ona mene vidi, ker otroci vidijo in dojemajo nerealno, tudi ker so majhni. Ne? Kako ona meni vidi, da jaz komuniciram z drugimi, moj body language, kako se obnašam, moja dejanja nasplošno in pač kako se jaz pogovarjam z njo. Ker sem ful se zanašam na to, na ta rek, da tako, kot ti govoriš s tvojim otrokom, to postane njegov notranji glas. Yep. In ne vem, sam to pač, vsak dan znova dokazati se v bistvu, ne dokazati se, ampak pač postavljati nek vzor. Ne? Ja. Pa ali je to vzor, da ko smo v trgovini, hvala, prosim, vzor, da ne povzdigujem glasu takrat, ko ni treba, vzor, da doma pospravljam stanovanje, vzor tudi, da včasih moram cel dan delati, pa ji razložim, zakaj je tako, pa me vidi, pa verjetno dojema približno, kaj se dogaja, kako se obnašam do Urše. Vsaka malenkost, ampak to ni zdaj, ok, zdaj se pa jaz trudim za to, da njej to pokažem. To mora biti toliko samoumevno. Ampak z zavedanjem, da to delaš nekako za prihodnost. Ja, tudi zaradi sebe, sem tudi zaradi tega jaz boljši. Točno to. Ali? Pa sem še zmeraj jaz, ni to igrano. Ja. Veš, to pride samo od sebe, zato ker imam tudi slabe momente. Pa si sam rečem, joj, upam, da ne bo ona čez 20 let sedela na podcastu, pa je bo en vprašal, kva pa je tvoj prvi spomin iz otroštva. Ja, jaz jo bom. Fotor, ki je imel en slab dan, ki se mu izmašal. Ja, mislim, nisi perfekten, to moraš vedeti. Hvala. Tudi meni je včasih žal, ko ne najlepše reagiram na določeno stvar, ker se zavedam, da sem reagiral samo zato, ker mi je izvolil. Kaj ga lahko dam? Tam, da je iz kadra. A je v kadru? Ma daj pogled, ko šel nazaj dela. Prav, čakaj, a lahko, sam sekundo. Lahko. A ni to najlepši zvok na svetu? Če kdo dele na slušalkah posluša, 100% mu je zapasil mrzoper. A pa Coca-Cola.
Ali pa Se Coca-Cola. ne veš, kaj je slabše, oziroma tole ni nič slabega. Ma, po mojem, Coca-Cola slab. Sorry, ja. kje sem te prekinil? Ja, neka resna tematika je bila, ampak ja, ne, v bistvu, a veš, ki ti kdaj otrok, ki te spravi do te točke, da reagiraš tako malo iz jeze, malo iz furija, a ne. In si tako, ker, ne vem, jaz sem včasih kar malo siten do nje ali pa jezen, a ne, zakaj ne naredi tako, kot bi jaz rad, a ne. In pol kasneje, ko to zavedanje pride, sem tako, fuck, zakaj sem tako odreagiral. In to se ponavadi zgodi, ko ona zaspi, a ne. Kaj jo grem pogledat, Da dojameš to. tako, ko jo grem pogledat in bi jo kar vzel k sebi. Tako pač kar zraven bi se vlegel, pa je Ampak- pocrklal. Ampak največ te jeze pa vam pride, ker ne zaspi. Ali kaj? Ja, ker je v nekem stanju, kjer je vse mot, a veš, Zvečer. jo hočeš priviti, se ti meče z ene strani na drugo stran, jo hočeš uspavati, se ti stotic zbudi, stari. In prebereš eno knjigico, se uležeš, že skoraj zaspi, in potem se on odloči, da se je začela dreti in se začne dreti. In si tako, no, pa kva naj naredim, stari, veš, ta neka, Nemočen si. ta nemoča, ne. Ja, ja. V bistvu pa, pol tako, kasneje razmišljam, sem tako, ok, v redu, in to tudi zdaj večkrat delam. Pa samo sem s tema, ne. Če se ona dere, pa če razmišljam o njenih osnovnih potrebah, a je lačna. Ok, lačna verjetno ni, če je prele jedla. A je za previt, pa povohaš ono plenico. Ni, ok, v redu. A je utrujena je, a ne. Mogoče je to, a ne. Zakaj pol noče zaspati? Ja, in so zanimiva bitja, ker te dejansko dajo pred soočenje z lastnimi, ne vem, kako bi temu rekel, no, z lastnimi triggerji, z lastnimi impulzi, pa vzvodi, ki te pripeljejo do nekega stanja, ki je neprijetno. A ne? Ja, itak, ja. Ampak ko mine, pa zelo hitro prijem nazaj do tega, koliko je sladka, koliko je čudovita. A ne? In zato zdaj probam kar tako po defaultu, ko so lepi momenti z njo, mislim, lepi, vsi so 99%, a ne, da sem jaz v prijetnem stanju. In kar takrat velikrat govorim, a ne, da ona zmore, koliko je lepa, koliko je čudovita, koliko jo imam rad, moja, vse, a ne, to fuli probam dajati tega, a ne. In glede unga sem pa hotel sam reči, da zdaj na workshopu se mi je ena ful dobra Glede česa? glede tega, kaj otroku predati, A ja, Torej, a ne, se že pozabil. vrednot pa to, a ne. Se mi je ena zrisala, ki je v bistvu, da daš otroku vedeti, da zaupaš v njegove ali pa njene odločitve, a ne. Torej, da mu pokažeš, kako sprejema dobre odločitve, ki so ne vedno v skladu z tem, da je nekdo priden. Ampak zavedanje, da je otrok sprejel odločitev sam in da mora za to nositi pač odgovornost, je ena ful lepa vrlina, ki po moje ni dobro prehiter jo forsirati. A ne? In se mi zdi, da tam 15-16 bi bil en tako obdobje, kjer se jaz vidim kot oče v vlogi, da pomagam otroku razumeti, kera odločitev je ok za sprejet in oziroma kjerkoli odločitev, kako jo sprejeti, kako stati za tem. Ker se mi zdi, da je to meni manjkalo, ker sem bil mlad in se mi je to pol še poznal pri neki nesigurnosti. A ne? In da tudi, če greš po neki poti, ki ti bo dala neko lekcijo, da se še vsem zavedaš, da si ti odločitev sprejel. Ne da pol iščeš, ko si starejši, druge, da odločitve sprejmajo namesto tebe. In jaz sem to v mentorski vlogi ogromno opazil tega, ne? Da so ljudje prišli do mene in so vedeli, kva morajo narediti, sam, ki je prišel pa do odločitve, so pa hoteli, da jo jaz sprejmem za njih. A ne? Tako da v bistvu ljudje sploh niso prišli po neko znanje ali pa nasvet ali pa pomoč, ampak so prišli po bližnjico do tega, da sami ne bi rabili odločitve sprejeti. In to se mi zdi zelo nezavedno, še zaenkrat kolektivno, da se mal zavedamo, koliko dejansko smo, če sami pri sebi pomislimo, kolikrat smo v situaciji, kjer iščemo, da se nekdo drug namesto nas odloči, samo zato, da se ne bi odločili narobe. A ne? In to se mi zdi, da se je v tistem času najbolj nekako kaže, kar lahko kot starš vplivaš, da se otrok počuti varno, da kjerkoli odločitev sprejme, ga ti ne boš obsojil,
ampak še zmeri pa, da se zaveda, da je s sprejemanjem odločitve sprejel odgovornost, ki jo ta odločitev prinese. A ne? Bam. Zelo lepo si to povedal. Hvala. Hvala za vprašanje, dober je. Vprašanje zate. Kaj se, kako bi to zapakiral? Kaj ti je, zdaj ta mala stara 1 let, ne? Ja. Kaj ti je bil največji izziv do zdaj? Ne bom rekel, kaj je bilo najtežje, ker ful namaram te negativne konotacije na to, da je nekaj težko, kar se otrok tiče. Pa kaj si mogoče s furu lažji, oziroma je bilo bolj enostavno, kot si mislil, da bo, ker se 100% si se malo naprej pripravljal, pa si rekel, ok, to bo ziher težko. Ja. Lažje, prvo bom na to drugo vprašanje odgovoril, kam je tako takoj. In sicer mislil sem, da bo spanc mi ful zjebal. Če bi ti to mene vprašal, bi jaz rekel isto. Verjamem, ja. Sam čaki, a ste spali ali niste spali? Ja, a veš, odvisen, koga vprašaš, a ne? Vprašaš mene ali Ano. Tako je, jaz vem, da so bile noči, kjer je ta mala pač bila budna in so bile zame zelo lažje kot za Ano. In kle ful cenim to, da je Ana spoštovala najin dogovor, da jo ima ona po noči, jaz pač zjutraj, a ne da se ona lahko naspi. In kle Ani dam svaka čast, ker res spanc me je bilo mene najbolj strah, ker vem, koliko mi je pomemben, ker sem si jaz spanc zrihtu, se je meni life spremenil. Tako da sem nehal ponočevati, da sem spal tako 8 ur na noč, jaz življenjska energija in vse, kar sem lahko ustvaril, ogromna zasluga temu. Pride otrok, ti ne veš, a ti bo to ostalo, ne? Vsi ti govorijo, a veš, vidiš tam une zombije, stari na pol, ki pravijo, da jim otroki ne spijo, ne? In sem tako ošit, stari, ko me ne čaka. Ne? Kar zdaj se, vnaprej se naspi. Ja, pa folk ti govori, a veš, ja, jaz imam jogi v dnevni sobi, zato da kaj spat hodim, zato ker drugače pač ne morem delati. Ne? In sem tako, fuck, ko me ne čaka. Ne? In ker dejansko prišel do tega, sem jaz pač spal. In mi je Ana rekla, ja, ona je bila budna od, ne vem, 1 do 3, da sem mogla biti jaz, no, ampak jaz sem spal. Tako da ta del definitivno imam privilegij. Ne vem, komu ne se tukaj zahvalim bolj Irini ali Ani, ampak obema, ker mi spanec zaenkrat ostaja in spim kadojenček. Kaj zbuja se na 2 ure in jokaš? ne, ja, ok, dobro, ja, good point, ja. Ne, res spim. Prvi del vprašanja je bil pa, kaj je bilo ne najtežje, ampak najbolj zahtevno. Največji izziv. Največji izziv, ja. Ok. Največji izziv, ki sem ga do zdaj imel, je pa ta, da ko sem s Tamalo, da sem z njo. Da sem z njo. Da jo vidim, da jo slišim, da sem v trenutku z njo, a ne? Ker kleme je pa telefon, pa glava pelal v biznis, o reševanje problemov, ogromno enih stvari, ki niso bile povezane z njo. Ne? In sem se večkrat zasačil, da sem na telefonu med tem, ko je ona zraven mene. Ne? In sem kao, tako se igra. In pol ona gor pogleda in jaz na telefonu in pogledam njo in ona stoji, sedi na sred sobe in mene gleda in sem tako šit, stari. To mi pa ni všeč, ne. In se sliši tako, ja, ok, odloži telefon pa bo. Ampak ta klic po telefonu, ta klic po animiranju uma z nečem, kar sploh ni pomembno, nisem vedel, da bo to tak izziv. In dejansko je, a ne. In to handlat mi je bilo po moje najtežje. Ne? Pa imam pa še moja Anči, ki mi te stvari vrže v faco, ki mi pove, zakaj si na telefonu, če je ona zraven. In itak je za, ne. Kva ti meni govoriš, kva naj delam, ne. Kva ti veš, kva jaz na telefonu delam, jaz moram delati. Ampak to so bullshit izgovori. Ona je meni sam resnico pač dala, ne, ogledal mi je nastavila. In zdaj se res trudim, da se zavedam, koliko so dragoceni te trenutki, ki jih imam zdaj z Irino. In da probam bolj razumeti, kaj sam sebi hočem s tem povedati.
da res dam težo na to, da so to dragoceni trenutki, da bo to minilo, da vsak mine. In zdaj eno knjigico berem, sta malo, Veliki panda, mali zmaj, ne vem, a si jo kdaj videl, ti jo bom dal. To so taki zapisi, kratki, take modrosti. Panda pa zmajček sta in se pogovarjata, ne vem. Poglej, panda reče, poglej rožice, kako cvetijo. In zmajček reče, ne morem, sem zaposlen in nekaj piše, a ne. In prav panda njemu, to je glavni razlog, zakaj moraš pogledati cvetove, ker nikoli ne veš, kdaj jih ne bo več. A ne? In so take modrosti skrite noti, jaz to tam mali berem. Ampak ji ne berem zato, da bi jo nekaj naučil, berem zato, ker sva tako lahko skupaj v nekem trenutku. In to mi je všeč, ker ko ti otroku pokažeš zanimanje in se z njim dejansko neko stvar začneš igrati, takrat vidiš, koliko dejansko je ta trenutek pomemben. Ne unokal, mora se naučiti sama igrati, drugače te bo skozi hotla. Ja, po eni strani res, ampak ne tako, da ti zraven gledaš v telefon, ampak da gledaš mogoče njo, kot oseba. Ali pa da greš kaj po stanovanju postoriti. Ne sam čutiti nek odpor, ok, zdaj ti moram dati jesti, zdaj ti moram dati tja, polko mi čakam, da zaspiš, zato da mi jaz lahko spil kavico v miru. Ok, si tudi ta kavica v miru paše, ampak se bo prišla. Zakaj to iščeš, če je trenutek trenutno drugačen? In to je največji izziv, ki ga imam kot starš, da sam sebe opazujem, koliko hočem animirati svoj s stvarmi, ki niso pomembne. In koliko mi tehnologija in okolje omogoča, da se to zgodi čisto na vsakem koraku. Zdaj, ko si rekel, moram dati jesti, moram dati to. Ne vem, kako bi to v slovenščini povedal, ampak zdaj sem zasledil ne you have to, ampak you get to. Veš, you get to feed her. Veš, you get to change your diaper. In to sem danes gledal nekaj v zvezi z NBA-jem, ampak to se me tako dotaknilo, tako pač, ne moram, ampak imam priložnost to delati. In se me je ful se me je dotaknilo, že 6 ur imam drugačen pogled na stvari. To mislim, da je Kobe rekel. Ali je bil Tim Grover, trener njegov? Ne, v bistvu en trener je govoril no pa se niti ni pomemben, ampak v tem kontekstu sem jaz to videl. In jaz polka take stvari vidim, ok, kako jaz lahko zdaj to pretvorim v svoj vsak dan, v moje situacije. In se me je tako malo dotaknila ta stvar. In kaj lahko narediš drugače zdaj z tem, kar se te je dotaknil, kar si dajal to kot resnico? Kaj boš drugače delal? Pač težke momente, ki si rečem, zakaj zdaj pač moram to početi, si probam pretvoriti v, imam šanso to početi, veš, in to so majhne stvari, Na majhnih stvareh se gradi pol pač veliko stvar. Če nekako pogledava to izjavo, v bistvu se tukaj pogovarjava o vlogi žrtve, da ti izstopaš iz vloge žrtve. Ker samo žrtev bo rekla, moram. To moram narediti. Torej, ti se ne strinjaš s tem, da je to nekaj, kar bi rad naredil, ko uporabiš besedo moram. Jaz sem bolj ciljil na ta kontekst, da jaz to lahko pretvorim, kar se tiče tamale, se pravi starševstvo nasploh. Okay. Tam se je govorilo o športu. Tle pa bolj, to mi je prvo padalo na pamet, to mi je prvo kliknilo, se pravi, ne moram jo zdaj uspavati 2 ure, kad dela prevale pa salte, pa ne vem kaj, ampak imam ta privilegij, da to delam. Zelo, zelo veliko moraš pogoltniti, da sprejmeš to, da je to privilegij. Pismo, ker na koncu, ko imaš prazen kozarec in si brez energije in da se moraš na koncu dneva še s tem ukvarjati, bi vsak rekel, kako je težko, ampak moraš pač to sprejeti, da to je del tega. Ne bežati od neprijetnih mogoče stvari, pa jih bolj videti kot probati spremeniti perspektivo, kako to vidiš.
Lih danes, ko sem bil v ledeni vodi pri Gapetu, sem o tem razmišljal, kam je pa Igor Ivanov mi je enkrat rekel, a ne, da ko dojamaš, da ta občutek, ki ga imaš, ko greš v ledeno vodo, ko hočeš sam ven, a ne, ker ti je neprijetno na polno, a ne, da dojamaš, da je ta občutek dober v bistvu, a ne, da ga ti samo tretiraš kot slabega, ker ti je težko, ker trpiš, da se pol malo lažje spoprijemuješ z določenimi življenjskimi tudi situacijami. Spoprijemaš mogoče. Spoprijemaš. Ne si sam tako, če si to mislil. Hvala. Se drugače bi mi eno komentarje napisal. Ja. Ja, dejansko je to res, a ne. Ampak še zmeri, a veš, lahko se mi da zdaj o tem pogovarjava, ko bo prva situacija, še zmeri bo neprijetno, ne. Bolj je samo, kako ti neprijetno vidiš, pa dojemaš. A dojemaš neprijetno kot del življenja, ali dojemaš neprijetno kot upam, da čim prej mine, a ne. Ker, a veš, če boš upal, da čim prej mine, pol si v bistvu sam želiš, da čim prej umreš, a ne. Ker teh neprijetnih trenutkov bo še kar nekaj v življenju. In jih je treba se naučiti sprejemati kot del življenja, enako vreden kot lepi trenutki, ker je to balans, a ne. Harmonija. Ja, lepo si to. Hvala. Zapakiral. A imaš še kakšno vprašanje za me? Ja, kva je forest, mrzla voda. Ja, mrzla voda je kar... Jaz to ne morem. Ni prijetna, no. Saj sam to je, a veš. Cool. Pa, se kopajte v mrzli vodi. Ja. Kaj pa se je tebi spremenil v zadnjem letu, odkar so se pogovarjala midva na zadnje kle? A je kaj tako... Pač res tudi vem, da spremljaš pač podcast, kar sem ti ful hvaležen, no, si bil eden izmed prvih, ki si mi dajo to povratno zanko, da sem dober. To sem rabo slišati takrat, zdaj to vidim. Takrat sem bil malo bolj, a ne o tem, kao se le, meni je vse en kval te rekali, teda. Ampak dejansko si bil nek glas v moji glavi, ki mi je vedno govoril, sam pejta, ne, super je, tega nimamo na slovenski sceni, dej še, a ne. Preden so pol tudi ostali ljudje mi začeli to pisati, si bil ti eden izmed prvih, če ne prvi, ki mi je govoril, bravo, a ne, to smo rabili. Tako, mogoče kako si ti skozi podcaste nekaj lepega zase vam pobral, pa kako si zaradi tega mogoče spremenil določene zadeve v enem letu? Jaz toliko poslušam, a veš, to so ure in ure podcastov, takšnih in drugačnih, a ne. In bi zelo težko zdaj potegnil ven, kaj sem iz tega ven zvlekel, ker je to tako prišlo, a veš, take malenkosti, detajli, ki sem jih mogoče slišal, pa sem si rekel, to je pa nekaj tako pametnega. Ne vem, zelo težko bi izpostavil prav zaradi podcastov, kaj sem ven zvlekel, a ne. Ne vem, težko bi, ampak nasplošno, veš, tako je. Jaz dam noter slušalke, jaz 8 ur poslušam to. In jaz poslušam Joe Rogana, ki govori z eno o strokovnjakinjo o čebelah, pol poslušam en tvoj podcast, pol poslušam tam 3 komedijante, bumbarje, ki se smejem zraven. Šulca pa te. Tudi, ja. In težko zdaj rečem, evo, to mi je pa fula, ne, ampak mogoče je samo ena taka malenkost, s katero grem lažje čez dan, a veš. Včasih so to stvari, ki grem lažje čez teden, lažje čez mesec, kakšna mi pa tako ustane, pa si rečem, to je pa kar life lesson od enega butastega komedijanta, pač life lesson sem slišal od enega butastega komedijanta, ki sploh ni hotel dati tazga sporočila, ne. In pač, no, in te malenkosti, pol, ki ukomponiraš v svoj sistem, kar nekako boljš laufajo zadeve, ne. Ok, bom malo spremenil vprašanje. Ne bi ga toliko pogojeval s podcastom, ampak nasploh, če bi zdaj gledal, ki smo lih proti koncu leta, ne, pa malo refleksije, kao da narediva, ne. Kjer so stvari, ki bi rekel, da si jih pri sebi zboljšal v zadnjem letu? Kaj neki tako, kar nočem reči ponosen, ampak da vidiš rast pri napredek, sebi. Ne? Ja. To mi pa moraš zdaj 1 minuto, da malo razmislim. Ni panik, lahko jih zapojemo mes. No, daj. Ne, saj tišina je zdrava.
Ne vem, jaz bi rekel, da sem ful bolj miren. Tako, nasplošno. Notranje ali. In tako, a veš, pač ful me manj stvari vrže stera, kot kar prej. Se to že kar nekaj časa, ampak tele to v zadnjem letu se mi zdi, da sploh popravilo. No. Zakaj misliš, da se je popravila? Kaj delaš drugače? Vprašam se, mislim, ne glih za to, ampak jaz se vprašam, a je to moj problem, a je v meni problem, ali je to, kar me žucira, problem iz zunija. In pač si rečem, ok, to je moja težava, slab dan imaš, imel si 3 stresne situacije, nisi dobro spal, lačen si, žejen si, siten si. Pač tako je 90% problemov kar naenkrat rešenih. A veš, pač sam to se moraš vprašati. To je ena stvar, druga stvar pa, da malo se je tudi zdaj v enem letu ta, bom rekel, veliko se spremeni, ko grejo otroci iz enega leta v drugo leto. Drugi izzivi so, drugačna dinamika je, nasplošno z vsem, in pač sem sam zoptimiziral procese okrog vsega tega, da jaz lažje funkcioniram, če ima to nek smisel. Bolj kot ne si sam sebe opazil v situacijah, kako reagiraš, in si vzel čas, da spremeniš, oziroma da mogoče razviješ neko kontrolo nad situacijo iz vidika, da se vprašaš, ok, kaj lahko s tem jaz zdaj trenutno naredim, pa a se ukvarjam z nečem, na kar nimam vpliva. To plus, veš kaj, ne rabim več te pozornosti, ki sem jo prej rabil. Ker se mi zdi, da ko je otrok res majhen, ko je dojenček, gre vsa pozornost v to. In od žene in od okolice. In s tem sem imel ful težave, ker pač težko je sprejeti dejstvo, da z nekom, mi da so včeraj imela obletnico 13 let, sprav ta mala je stara 2 let, 11 let sva bila midva sama, in kar naenkrat, ko pa je otrok v igri, pa ona ni več samo žena, ampak še mama. In ta pozornost ni več na meni, ni več, a veš, ne vem, jaz sem imel največ v bistvu težav s tem, če bi ti mene prej to isto vprašal, ko sem te jaz. Jaz sem iz svojih v bistvu, jaz sem svoje vprašanje črpam iz svojih izkušenj. Se pravi. In jaz sem imel s tem največ težav, da sem v bistvu sprejel to, da je ona zdaj prvo mama, saj zdaj ta obdobje, je prvo mama, pol pa žena. In sem imel kar malo borbe sam vseb s tem, ampak zdaj v tej fazi, ki je pa ta mala pač toliko stara, pa ki ne rabi več toliko pozornosti, je pa to zdaj spet obdobje, ne vem, ki lahko malo drugače peleš zadeve. In pač ne rabim več te pozornosti, oziroma jo dobim. In od nje, od žene in od okolice, a veš. Veš, kaj sem jaz prej delal, ko sem bil tako, smo šli nekam na kosilo in sem pač rekel, dej meni ta malo, tisto lupinco, da jaz prinesem, da me vsaj nekdo opazi, da sem tukaj, ker drugače si nerelevanten lahko, a veš. Vse, kar so mene sprašvali, je bilo, kako je ta mala, kako je Urša. Se to star, ja. A veš, noben je vprašal, kako si ti. In zato sem tudi jaz začel pol tako malo spraševati folk, kako si ti stari, tako vidim, da, a veš, prijatelji, zdaj itak ta baby boom v teh letih smo, ko imajo vsi majhne otroke, da sem kar ne vem koga poklical, pa rekel, kako si ti kaj? Malo, kako ta mala, kako to, kako si ti, in ja, vse je laufa, ok, v redu, si v redu. Jaz sem zadnjič Holobat klical. Prav res začutil sem, na sprehodu sem bil mala in sem bil tako, ok, kako je on stari? Veš, res je, to, kar si rekel, je ful res, Veliko pozornosti gre samo, kako je otrok, kako je ona. Kar je prav.
Se to je čist prav, ja. Ampak smo tudi mi, očetje klejane, ker tudi nam ni lahko. Mogoče je to malo iz teh starejših časov, ker oče res pač je bil tisti, ki je pač šel še zmer delati, mama je skrbela za otroka. Se mi zdi, da mi pa hočemo biti bolj prisotni. Tako vsaj ta družba, ki jo jaz poznam, kot očetje. Ja. Veliko več hočemo dati, tako, hočemo biti zraven, hočemo pomagati. In ker te nekdo vpraša, kako si pa ti, kot oče, je zelo lepo. Če ni nek površinski odgovor, dobro, se ni tako, samo da je ta mala zdrava. Ne, pismo, v redu sem, hvala, da si vprašal. Že samo taka malenkost je, da nameniš pozornost, je lahko velik. Tako da, Ja, v glavnem tega bom rekel, ne rabim več toliko, ker mi tudi zdaj, veš, ta mala vrača to pozornost. Saj še zmer ful mami, ampak veš, toliko ti zdaj v tej fazi daje nazaj, da pač več ne rabim. Kaj pa vem, se tako samo refleksija zadnjega leta, ne vem, imel sem ful enih izzivov sam s sabo, ampak nič tako drastičnega se ni spremenilo. Česa se želiš več v naslednjem letu? To me je včeraj žena vprašala na večeri. In je ful dobro vprašanje. Več. Ne vem. Lahko začneva drugje. Česa si želiš manj? Kaj želiš pustiti? Se veš, manj stresa in skrbi, ne? Skje pa izhajajo po večini? Iz tega, da se moraš ukvarjati s to logistiko, pa vrtec, pa bolezen, ker to je v bistvu edin minus, ki ga vidim, edina težava, s katero se jaz trenutno, bom rekel, obremenjujem, je, da moraš v danem momentu spustiti vse, čisto vse, pa logistiko okrog tega prilagoditi, da ugodiš tam mali, a ne? A veš, to je ob 12, ob 9, ta mala bruha v loko pridejo iskat. Oba vse spustiti, oba to zrihtati, a veš. Jaz imam svojo službo, ona ima svojo službo, vse moraš spustiti in moraš temu prilagoditi še naslednjih 7 dni. A veš. Sam to. Zdravja si želim, zdravja. No, evo, vse ležit. To včasih, a veš, kaj pravi, sam zdravja, sam to star. Ker če se to poštima, je kar naenkrat tako, vse kocke se prav obrnejo. Kaj je enkrat to poštimano. In to bo po moje se z mano strinjal čisto vsak, ki ima otroka, ker s komorkoli govorim, imajo največ težav s tem. Ali pa niti če jih nimajo sami sabo. Se to. Ali pa niti ne otroka, tudi sami sabo. Ko nekdo, ki je bil, recimo, ki je šel čez neko težko bolezen, pa čez izgubo, pa to. To je čisto drugačna perspektiva. Ne, to sploh nočem razmišljati o tem, ker si ne predstavljam, ne morem si predstavljati, koliko je šele to težko. A veš? Tako mi je, ne vem. Težje je razmišljati o tem, po moje, ka pa biti v situaciji. Ker si enkrat v situaciji, boš pač lahko naredil vse, kar lahko, da jo izboljšaš, medtem kle si pa v nemoči. Nočem mi tu dark scene zdaj. Sem pa eno zanimivo stvar opazil, ko so mi ljudje pisali zdaj za rojsten dan čestitke. In sem iz nekega opazovanja gledal, da v bistvu ljudje, ki ti napišejo čestitko za rojstni dan, ti želijo v bistvu to, kar si želijo sami. Da malo biti pozoren mogoče, pri naslednjemu pa to. Jaz sem bil pozoren in sem videl, da točno sem vedel, zakaj mi je nek človek napisal to. Recimo, želim ti veliko miru, ali pa želim ti zdravja, ali pa želim ti ne vem, določene zadeve. Sem tako zelo videl, kje so oni v tem elementu svojega lajfa in da hrpenijo mogoče potem, da bi tudi njim bilo na tem področju mogoče lažje ali pa da bi se izboljšalo.
In je zelo zanimiva perspektiva, da v bistvu ti ljudje, ki ti želijo lepe želje za rojstni dan, jih želijo sebi. Ne? Kar verjamem, da je res, ker se mi zdi, da smo nekako povezani na ta način. Ja, nisem nikoli gledal na tako. Ker jaz rojsten dan zadnje čase tako jemnem. Imam rojsten dan. Neki vrgalni žar pa. Ja. Ja, načeloma je res, ne, tudi jaz sem rekel, kaj te folk vpraša, in kaj si počel za rojsten dan, gor dol, tako. Ne, jaz sem si za rojsten dan, jaz sem šel zjutraj na gym, te prvo, kar sem bil stamalo, sem rekel, to je moje prvo rojstnodnevno darilo. Drugo rojstnodnevno darilo je to, da sem šel na fitness in sem oddelal tak trening, da glava boli, ne. Pač najtežje stvari sem šel delati. Noge, pa težke gibe, pa zraven še malo kardija. Sem rekel, pač ja, to sem si prvoščil, hvala lepa, to je drugo rojstnodnevno darilo. Pa sem imel workshop, skupinski session. Hvaležen sem za to, da lahko to delam. Tretje darilo. Pa sem šel pa še z ženo na večerjo, ker sva se imela najboljš, pogovarjala sva se, 4 ure sva bila po moje na večerji. 5 rojstnodnevno darilo, 6 pa ne bom razlagal kle. Pa ja, pa sem šel spat. Ob 8:30. Ne, kasneje. 4 ure sta se pogovarjala, kje so bili pa mikrofoni? Daj pa ženka pride. Veš, da me to veliko ljudi vpraša. In se me tudi jaz vprašal včeraj. In, kva prav? Ni še po moje na točki, kjer bi, verjamem, da bo v prihodnosti. V bistvu sem je malo smotan sem jo vprašal, zato ker sem jo vprašal, če bi prišla na podcast, da ona mene sprašuje, ne? Ja. Torej, da je ona tista, ki dejansko... Prav ti si prav želel biti gost na svojem podcastu. Dobil sem sporočila, ki so mi to govorila in se mi je zdela dobra ideja. Zdel se mi je lepo, da ljudje, ki poslušajo moj podcast, želijo vedeti več o meni na ta način, ne? Ja. Ampak bomo pa videli, a je bila to dobra ideja ali ne. Ja, jaz imam tako, čisto iskreno povedal, jaz se zdaj zelo dobro počutim, všeč mi je, ko debatirava, pač občutek imam, da sva dejansko na peru, pa se pogovarjava to, kar bi se drugače, ne. Ja. Nimam sploh občutka, da je, ne vem, soj žarometov na meni, ampak se mi zdi, da je ta podcast zelo podoben ostalim, z razliko od tega, da sem mogoče spustil vlogo voditelja. A veš, kaj mi je en komentiral? Zdaj bom sam sebi vprašanje postavil. Lepa. Kada je moj podcast. Ampak se pravi, ko sem bil tle na podcastu lani, sem ful dober feedback dobil. Se pravi, ful pozitivnega, folk mi je pisal, folk, ki ga načeloma srečaš, pa rečeš živijo, me je ustavil, pa sem poslušal podcast, pa tako ful dober, pa. En mi je pa rekel, pa se je tebi jezik bolj šlaufa k temu zraven, bi mogel ti biti voditelj, ne? In to je najboljši kompliment, kar ga ti lahko dobiš. Zaradi tega, ker da gost pride do izraza, pa ne voditelj, pomeni, da je bilo dobro odvoden. A veš? Plus to, da pač mogoče se ljudje ne zavedajo, da je lažje biti gost, kakor voditelj. Zaradi tega, ker je pogovor usmerjen vate. A veš? Če si ti na podcastu, kot gost, gre vse v tebe. Jaz bi se lahko vlekel kamegla, ti bi pa tamle švicu, pa vlekel ven iz mene, pa gruntu, kako bi zalaufal to debato. Ja. Jaz ne rabim v bistvu nič delati, jaz samo o sebi govorim. Tako da, to je ena taka hudo. Zanimiva malenkost. Jaz sem se spraševal ogromno, kako lahko ratam boljši kot voditelj. In tukaj sem ful hvaležen za Darjo, ki mi je dejansko dala, skupaj sva skreirala neko novo vlogo za njo. In zdaj mi bo v bistvu ona pomagala pri tem, da bo naredila nek research o gostu, ki bo prišel in bo meni v bistvu v obliki nekih istočnic te ključne zadeve o gostu dala, da jih bom še vse en videl. Ker sem opazil, hvala, Amadej, ker sem opazil, da sem mal arogantno sem mogoče kdaj pristopil k temu kauno, tako, jaz se nič ne pripravljam zato, ker hočem, da je pure, ne? Ja. Pa sem pa gotovo, je to res zdaj res, ker do neke mere je, ta spontanost, ki bo še zmer prisotna, ampak po drugi strani sem si pa rekel, če bi jaz naredil nek mikro-research gosta, a bi lahko boljš vstopil v vprašanje, a bi lahko boljš neko situacijo na sliku, preden gost
stopi v to situacijo z mano. A bom boljši v tem, da bom vedel, kam gosta peljati z vprašanji, da pridem do tiste zgodbe, mogoče, ki jo gost želi povedati, ampak je ne bo samo od sebe. In kle se mi zdi, da bo viden zelo velik napredek, ko se bo to začelo dogajati, za to epizodo še ne. Hotel sem reči, da očitno še nismo upeljali tega sistema v današnjo epizodo. Ne. Ker drugače bi bilo to katastrofalno. Pa to je drugo, tebe poznam. Ti si v moji tabeli gostov označen kot prijatelj. Kar pomeni, da ta epizoda, kjer pač kar bo, ni pričakovani, oziroma ni nekega, tega vzgiba, da je z neko osrednjo tematiko epizoda narejena. Če je nekdo strokovnjak označen v tabeli, pol vem, da bo velik del pogovora tekel okoli te tematike. In je dobro, da tudi jaz svojo splošno razgledanost uporabim za to, da to tematiko dobro rišem. Itak je. Bom pa itak verjetno v večini primerov tukaj jaz ta radoveden, ki ga zanima več o tej tematiki. Pred kratkim sem imel gosta, ki je v postu govoril o zdravem življenju. Starejši gospod, 64 let. Prvič sem ga videl. In je bil čudovit pogovor, ki je mene prisilil v to, da sem veliko novih stvari izvedel, in zato je meni podcast pač krasen. Ker če si pustiš biti neveden, če si pustiš biti radoveden, ampak ne aroganten, se boš veliko naučil iz vsake interakcije, ne samo iz podcasta, ampak tudi, ko se z človekom nočem reči na ulici, ampak tako v nekem naključnem pogovoru srečaš. Če res poslušaš, pa z zanimanjem sprašuješ, ti bo ta situacija lahko veliko več dala, kot pa če samo pač govoriš o sebi. Pa probaš temu človeku najboljšo verzijo sebe naslikati, zato da bo on pač mislil, da si ti zdaj. No in kaj, Se mi zdi, da kad to spustiš, je mal bolj pol tako. Velike pomirjenosti, pa velike ponižnosti zraven lahko razvijaš, in se mi zdi, da je to ključno za kjerkoli biznis, kjer ti svojo faco daješ naprej, da si sposoben razumeti pa živeti ponižnost. A ki bolj čutiš ne pritisk, mogoče bolj odgovornost zdaj v tej fazi, kakor na začetku podcasta? A smo to že govorili? Ne, dobro vprašanje. Zih sem ga že dobil, ampak ne vem, če od tebe. Tako bo odgovor drugačen. Čutim, da je stvar bolj resna. Odgovornost čutim do tega, da poskrbim, da sem jaz ok, ko prijem na podcast. Torej, da sem kle, da nimam glave v drugih stvareh. Odgovornost čutim, da ne glede na to, kdo nasprot mene sedi, da ga spoštujem v isti meri kot kjerkoli drugega. Torej, ne delam razlik, Če je pred mano, ne vem, nekdo, ki ima ki je vpliven, ki je neka znana osebnost, prepoznavana, da ga ne gledam nič drugače kot recimo tebe, ki pač ne delaš na te prepoznavnosti na ta način, oziroma te ne pozna toliko veliko ljudi. Hvala, da si to izpostavil. Ni problema, resnica, stari. Čutim odgovornost do resnice. Čutim odgovornost do tega, da sem jaz, da govorim resnico, tudi če mogoče komu kdaj ne paše. Veš to, da ne prilagajam tematik in konteksta temu, da bi bil ljudem všeč. Se mi zdi, da je nekaj takega, kjer čutim največjo odgovornost. Ne čutim pa neke take odgovornosti do tega, kako si bojo ljudje to razlagali. Mislim, da to odgovornost bom vedno prepuščal ljudem. Vsak bo doživljal po svoje, in če bo nekdo zaradi neke epizode se počutil slabo, je njegova odgovornost, da s tem občutkom se sooči. Jaz pa nobenega tukaj ne bom namenoma žalil, namenoma zaničeval. Če bo kdo to tako dojel, je to lahko samo opozorilo, da ima na nečem nekaj za narediti. No, ker to sem te vprašal v bistvu zato, ker tvoj community je zdaj kar velik, če tako pogledaš. Ko imaš 18 tisoč subscriberjev na YouTubu, plus Instagrama niti ne 15,000. 15.
to tako, če pogledaš, glede na to, da nič ne prodajaš, pa ne forsiraš, nisi oglasna deska, ne, je to kar big deal, ne, in ko imaš ta community za sabo, to potegne tudi neko odgovornost, da v bistvu, če po kmečku povem, ne, da ne trosiš bedarije, ne. In da če en tle pride, pa začne kar ne ene bedarije trosati, si mu ti dolžen praktično reči, kje pa je tvoja raziskava za tem? Ne? Ker se mi zdi, da danes v bistvu, sej podcast ima v bistvu že vsak, ne? Če ko pogledaš. In se mi zdi, da vsi vse delajo samo zato, da so ogledi, pa da pol se ta kolo zažene, a ne? In me čistko sam zanimalo z tvoje perspektive, kako gledaš na to odgovornost. No? Ja, si dal dobro repliko, si dal sam sebi v bistvu na vprašanje, ker ima point, ne? Koliko si ti dejansko kot ustvarjalec podcasta odgovoren za to, kaj bo drug človek povedal, ne? Na tvoji platformi. In kam ga boš pelil? Ja. A veš, da ne bojo to neke kontroverzne pa provokativne teme, ne? Ker če lahko izpostavim, pač kar je meni všeč tlele. Jaz lahko zdaj neki butast ga povem, pa ti to ne boš dal v shorts, pa v reel, pa na YouTube, pa tudi na TikTok, ne? Zato, da bojo padalo gledja. Medtem, kaj eni pa to radi delajo. Ne? Ja. Drugačno igro igramo, veš. Ja, in no, to mi je všeč. No. Ja. Imaš tudi v bistvu to odgovornost, da če vidiš, da je gost potencialen, da gre v kakšno kontroverzne pa provokativne zadeve, da ga ti malo stran usmeriš, ker ni zdaj pač point to, da je on tle, da take stvari govori, ampak da da mogoče neko malo bolj pomembno sporočilo. Ne? Ja, zato jaz hočem slišati izkušnje lastne človeka, ker tukaj nekako, če bo kdo hotel lastne izkušnje povedati, pa bo zaradi tega kontroverzen, good. Da bomo pa tukaj upravljali druge ljudi, pa svoje mnenje o drugih ljudeh tukaj stresali, pa komentirali Reddit komentarje, se mi pa zdi zguba časa, medtem ko nekateri ljudje pa to vidijo kot priložnost, ja. In s tem nič narobe. To omogoča današnja tehnologija, to omogočajo platforme. Tukaj je odgovornost na strani poslušalcev in teh, ki to komentirajo in delijo, da se zavedajo, da z vsakim klikom, sharom, lajkom, komentarjem pomagajo pri tem, da bo to videli več ljudi. Ne? In ja, kontroverzne teme so nekaj tazga, kar sploh na slovenski sceni, ki je splošno gledano, mogoče ne samo slovenska scena, ampak tudi ostale, fovšija pa to, da se nekoga blati, da se dela dramo, to deluje. To smo videli v več marketinških primerih, znanih podjetij slovenskih, kako drama lahko pripelje oglede in tudi nakupe. Je pa odvisno od vsakega človeka, kakšno igro si želi igrati. In jaz verjamem, da igram igro, ki bo meni dala čez 20 let veliko več kot to, da bi bil zdaj kontroverzen, pa ne vem, kaj delo. Ja, ker jaz se pol vprašam, in kaj pol? Pa v gledaj šopu pa... Kaj pol? Kaj pol, ko imam jaz, ne vem, 100,000 subscriberjev? Kaj pol? Kaj sem jaz dal? Kaj sem jaz naredil? Kaj meni pomenijo te številke? Veš? To, da pa jaz lahko rečem na svoji platformi, da delam dobrodelen dogodek in da se ljudje odzovejo in da mi rečejo, hvala, ker to delaš. Jaz zato ne rabim 100,000 ogledov oziroma subscriberjev. Jaz rabim to, ki jih je, ker so res dejansko zaradi tega okoli te platforme, kar verjamejo, da je dobro za ljudi. In ena velika stvar, ki bi jo jaz dal rad s to platformo, je moč ljudem v njihove roke. Opolnomočenje. To, da se ljudje zavedajo, da bomo skupaj naredili lahko velike spremembe za lepši svet. In če se bomo mi pogovarjali o drugih ljudeh, kako bomo mi vedeli, kaj sploh hočemo? Ni, paradoks je. In sem hvaležen, da sem dojel sam pri sebi, iz kje svojo lastno vrednost črpam, zato da lahko zdaj imam to platformo pa to odgovornost, ker če bi jo imel 5 let nazaj, verjamem, da bi bil lahko uspešen, ampak ne vem, kako bi bilo to dobro zame.
In verjamem tukaj spet v timing vesolja, da ko si pripravljen na naslednji korak, boš začutil in takrat ga je dobro sprejeti. Ne pa pričakovati, da bi se mogel karkoli prej zgoditi, ker lahko da še nimaš orodij pa mindseta, ki ti bo dal tisto, kar si dejansko zaslužiš. In sem hvaležen, da si zaslužim to, kar zdaj dobivam. In ne verjamem, da lahko zgubim, če ostanem čist, če ostanem to, kar sem. Ker bom vedno čutil mir v sebi. Ko bom srečal ljudi, pa mi bojo rekli, pa so to lahko tudi gorile, ki ti dajo roko, pa ti rečejo, zaradi tvojega podcasta sem začel na sebi delati, ne? Pa sem se pogovoril z očetom, pa sem zboljšal odnos s svojo ženo. To nekaj pomeni meni. Ne? Tako, tvoj podcast je pa najbolj gledan v Sloveniji. Mejte te cifre, mejte oglede. Briga me za uno lestvico, res. Vse ful cenim, da smo na vrhu, ampak res mi ne igra vloge. Ja, veš, razlog, zakaj si ti na vrhu, je drug, kot razlog, zakaj je nekdo drug mogoče enkrat na vrhu. Ne? Ja. Ker, ne vem, jaz ful ne zastopam tega, da vse številke so nekaj, ne? Sam pa to ni vse. Ja, ampak te pa potegnejo, veš, kaj ti enkrat začneš dobivati oglede. Hitro padeš v iluzijo, da si toliko vreden, kolikor imaš ogledal. Da si toliko relevanten, kolikor je ogledal, ne? Mogoče tako. Ja, ne vem. Mogoče, veš kaj si, če bi jaz zdaj imel svoj podcast, bi mogoče to drugače gledal, kolikor zdaj, ker sem sam gost. Ja, ampak če bi imel svoj podcast, o čem bi govoril? Kako bi se ga lotil? Jaz bi govoril o bedarijah. Ampak ne o butastih bedarijah, ampak o vsakodnevnih bedarijah. Ker jaz pač, realno, jaz večinoma, kar poslušam, so komedijanti, ampak to ne, da so sam vici pa to, ampak življenjske stvari, kaj zapeljan vse na komedijo, ker jaz sem itak zelo človek humorja. Obožujem humor na splošno, zelo rad se norca delam in iz sebe, in iz stvari, s katerih se mogoče kdo ne bi delal norca, ampak meni se zdi, da je humor toliko zdrava stvar, da jo moraš vkomponirati v svoj lifestyle. Ker čez marsikaj težkega sem šel s humorjem in malo z bolj humorističnim pogledom na stvar, ne? In tudi najboljše življenjske lekcije, kar sem jih slišal na podcastih, so bile od komedijantov. A mi došlo en primer? Full underrated. Ja, več tih lahko dam, po moje. Ne? Ena se mi je ful dotaknila, en razlago, da moraš spoštovati starejše zaradi tega, ker zaradi njih smo, kjer smo, pa moraš tudi spoštovati najmanjše otroke zaradi tega, ker oni bojo ta svet pelali naprej. Pa to ni zdaj nek globok kvot, pa ne vem kva vse, ampak je zelo življenjska lekcija, vse to je res. Ti, ki staro gospo srečaš, si misliš, joj, pa gužvo dela tle, pa gužvo dela tam. Mrz doma tak pogled na to, ne? Jaz na to tako gledam, da pač, ne veš, v kateri fazi je ona pomagala narediti ta svet, da je meni lažje stvari delati zaradi tega, ne? Ja, veš, koliko modrosti imajo starejši ljudje, tako, ki jih srečeš random človeka. Kako je on življenje dal čez? Kakšne lekcije ta človek skriva? Ja, in ne vem, zanj sem bil v Hoferju in jaz se tam stegujem po vrečko za neke rogličke pa to. In slišim, da tam ena gospa, pač slišim, kje pa so tam male vrečke, da dam jaz noter štručko. In jaz sem bil tam in sem pravim, izvolite, in ona je rekla, joj, ne morem verjeti, da se meni kaj tasga zgodi. Kva? Kva se pa te po dnevu dogaja, da ti noben ni naklonil te majhne pozornosti, kakor je sam, da daš vrečko ali pa pomagaš nes vrečko. Ne vem, jaz sem bil tudi vzgajan tako in zmer, če vidim priložnost enemu starejšemu, karkoli pomagati. Ne vem, bom pač vskočil pa pomagal. Ne? In to moramo furati. Hkrati pa nositi to, pač zavedati se te odgovornosti do majhnih otrok, da če te tam malo preleti čez nove superge, blaten, kaj boš naredil? A boš znoril, ali boš pač drugače odreagiral, ker to lahko pusti
malo drugačen efekt, kako ti odreagiraš. Ne vem, tudi pač pač otroke nasplošno vse tako tretirati, da bojo oni dobro šli naprej. Ne smeš ga zatreti, ne smeš ga ne spoštovati, ne vem, pač tako. To je taka stvar, no. Pa ful enih takih pametnih kvotov sem že slišal, no. Ja, ne, ta za starejše mi je sploh blizu, ker se zavedam jaz tudi tega v vsaki interakciji s starejšo osebo in spustiti nekoga pred sebe, odstopiti sedež, to je nekaj, kar moramo peljati naprej, to je osnova spoštovanja. To je taka osnova. In ne, malenkosti so to lahko, veš, ali pa ne vem, meni se zgodi kdaj, da ne vem, sta malo grem kam okoli in veš, se starejše gospe ustavijo in gledajo in jaz pustim pač interakcijo. V redu je, ne, veš, da grem naprej pa dej stara, ne. Veš kako, ker si ti v, ne vem, 70-ih, 80-ih, pa vidiš dojenčka. Kaj mora iti čez tvojo glavo? Kaj oni vidijo v teh malih bitjih, da so toliko razneženi kar naenkrat pa to? Zakaj jaz, ki se sprehajam z moje tamalo, pa jim ona maha ven iz vozička, pa se jim smeje? Zakaj jaz vidim človeka z faco, ki je tako konc dost imam lajfa in se ta faca kar naenkrat spremeni v... A ne, le koliko je lep dan. Pa če ni to nekaj najlepšega, kar lahko daš človeku. Pa ne veš, zakaj se je to zgodilo, niti me ne zanima, ne vprašam, ne? Ampak dober dan, kako ste? A vam lahko nesem vrečko, ne vem, nekaj tazga, ne? A veš, tudi se ti bojo ljudi rekli, ne rabiš, v redu je, ni panike, ampak a veš, v situaciji, ki si, a si sposoben, tudi če se ti mudi, pridržati vrata. Si, vsak je sposoben. Sam zavedati se moraš tega, opaziti moraš, ne? No, če se vrnem nazaj, ki si me vprašal, kako se jaz soočam s tem, da en problem v momentu razrešam, nekaj o tem smo govorila. Pač, če jaz vidim avto, ko ustreza profilu, bom rekel, upokojenca ali upokojenke, pa vidim, da se počasi pelje, pa 30, tamkaj 50, pa jaz se sam vprašam, ok, a sem jaz kriv, da se mi mudi, ali je ona kriva, da se meni mudi? Sam to se vprašam na cesti, ker to ljudi, ki jaz živčnih na cesti vidim, zaradi takih bedarij, pa spel se pa, daj samo izi, stari moj, 5 minut prej pejte od doma, pa če se boš zataknil za nekom, ki je malo zgubljen, on je pod stresom, stari, v velikem križišču, pa če en starejši gospod, ki je slučajno mogel nujno v kmečko zadrugo, ni njegov problem, da se tebi toliko mudi in mu ti živčen zaritjo voziš, daj v izi, stari, daj samo se ostav, malo počak, pa tudi na blagajni, ka boš. Ona je v stresu, ki je tam prodajalka šopa stvari, a veš, ona ne ve, kako bo zdaj vse te stvari toliko hitro zdožila, daj počas, sam malo umirte tempo, vse good, vse v redu. Pač ne vem, nasplošno se mi zdi, so ljudje preveč nervozni, zato ker si sami naredijo to težavo v glavi, da je pač nekaj mora iti vse tako, kot so si oni zamislili. Da je to, da on pride na cilj bolj pomembno od vseh ljudi, ki so okoli njega. Ja, pač sam mu izi, no. Veš, kaj sem, zdaj mi je kapnala, veš, kaj sem ful izboljšal pa spremenil, ne samo v zadnjem letu, ampak v zadnjih parih let. Od nosečnosti od Urše naprej. Kako se obnašam na cesti. In se mi zdi to ful big deal, sploh za ljudi, ki se dejansko vsak dan vozijo v službo in domov, pa še poleg tega okroka, ne. Jaz sem tako kalma, mene nič ne bo vrgel s tera. Jaz bom kaj pokomentiral, ampak ne bo me pa vrgel s tera, tudi če bo ne vem kaj, ne. Dokler nisem ogrožen. Ampak se mi zdi, da so ljudje na cesti tako živčni in pa si živčen na cesti in živčen prideš v službo. In si cel dan živčen sam zaradi tega in pa se še živčen peleš domov. In pa prideš domov, ko te čaka otrok, pa žena, pa družina, pa ne vem kaj vse. In si še tam živčen zaradi tega, ker imaš cel dan na glavo obrnen, ko te je en zjutraj ziritiral na cesti. Come on, a veš. Moj življenje se že tako ful okrog avtomobilov vrti in pa sem na take stvari še toliko bolj pozoren, ne. Ampak se mi zdi, da zadnje čase sem pa to toliko, sprav telefon med vožnjo ne obstaja. Ne obstaja. Ker to, da jaz vidim enega
v novem avtu, ki se vozi, pa takole telefonira, pa takole na semaforju, men to že vzdvigne, to vidim. Sploh če je otrok v zadnji, pa ima še čik v drugi roki. Mene to, meni kar slabo rata, ko to vidim. In to sem ful per se popravil, ker v bistvu je tako. Kaj so prvi komentarji, tako, ko slišiš, ko drugi slišijo, ja, ona je pa noseča, pa smo lih na žurki, zdaj imaš pa skozi prevoz domov. Ja, se to stari. Tudi enkrat ni ona domov pelala. Ja. Tudi enkrat ni domov pelala, zmer sem jaz pelil in posledično sem zaradi tega tudi malo skenslil te 2-3 perčke. Čist neho. In me ne zanima, zaradi mene, ja, svet se bo podaril, če ne boš spil tega takrat, ko ga v redu, se pa bo. Jaz vozim domov in se ne zabavim, jaz imam tle nosečo ženo. V 2 letih je samo enkrat Urša pelala, da smo bili vsi skupaj v avtu, je samo enkrat ona pelala, pa še to mi je bilo tako nelagodno, jaz sem bil kar tako, ne, pač jaz pelem, kamorkoli gremo, jaz pelem. Rojsten dan, žurke, pikniki, jaz pelem, ne pijem in se mi zdi, da sem to ful izboljšal. Se veš kako je, hitro sta 2-3 pečki, 4, en viski čez. Dobro se imamo, uživamo, sej ni to zloraba alkohola, pa ne vem kakšne žurke, a ne. Sej v vsakem primeru greš ob 6 domov, zato ker morata mala iti spat. Sam, kaj pa če spijem sam enega ali pa še tega ne? Ja, itak, tvoja odločitev, veš, sej, vsak mora pri sebi tukaj razčistiti, ne, kako bo reagiral v takih situacijah. Že spoznam ljudi, ki so bili pa isto deci, ne, pa so spili 5 perov, pa ni pusto ženi, da vosa, ne. To ne, jaz to ne. Veš, iz tega kao, ne, se lahko vozim, kva, sej, ni panike, ne. Ampak, kle, kar se tiče pijače, jaz nam pozabil, ena izkušnja je bila, ki je bil moj foter še živ. Campfest je bil. In mi smo na Campfestu itak, bili ta glavni. In to se je šlo tja in se je spil 5 perov, to smo bili stari 20, spil si 5 perov, kva pa je to takole, ne. In jaz sem iz takrat iz Campfesta vozil, da, ne. Pa ni bilo sam 5 perov, po mojem je bilo še kaj več. In jaz se spomnim, da drug dan je mene foter vprašal zjutraj, kje imam avto. In sem rekel, dol pred blokom, ne, kle, od spredja, ne. Rekel, no, 5 z mano mi ga už pokazal, ne. In gremo mi 2 dol, ne, in jaz pridem dol pred blok in gledam, kje je avto in ga ne najdem, ne, tle od spredi pred blokom. In meni, kaj ni kle avta? Se točno vem, kje je bil parkiran. Ja. Sem rekel, pismo ne, zdaj se spomnim, tam na drugi strani sem ga pustil pri pošti, ne. Gremo mi 2 okol, on meni se, jaz vem, kje je tvoj avto, ne. Sem rekel, verjetno, če me sprašuješ, ali jaz dmačkan cel. Ja, sam povem, jaz ti vozil, ne. Sem rekel, sem jaz vozil, ja. Pa se nisem toliko spil, ne. Smo prišli okoli in je bil avto noter parkiran v tegelj za rože. Ne. In takrat je on me rekel, sam pogledal me je rekel, a ste zdi to pameten? Sem rekel, fakt ne, ne. Rekel, še kdaj to naredil? Pa sem bil 20 star, ker mi on nima baš kaj več biti brihten, ne. Ampak sem ga slišal. In sem rekel, ne, zajebil sem. In rekel, pa ti veš, da bi se lahko bol. To je grozno stari. Sem rekel, pizda, ja, pa sej drugač poznam pot, a ne, pa vse. Je rekel, a ti veš, da bi se lahko bol, tam mal. A si normalen? Kaj s tabo? Tam si doma. Mislim, tam si bil. Pokličite mu prišli iskat. 5 na taksi. In takrat naprej po moje, da nisem več tako pijan furo, a ne. Pa nisem velikrat, ampak takrat se pa spomnim, da sem in ja, zdaj, ko fotra ni več, a ne, je ta lekcija še bolj močna. Tako. In zdaj pa sploh, ko imaš otroka, pa ženo, tako, jaz grem 2 pera, okej, cool. Ne, to je... Meni se zdi, da je to v današnji družbi, pa bom ful pokroviteljski, pa ne vem kaj. Ampak meni se zdi, da ta alkohol pa vožnja, pa otroci v avtu, pa telefoni v avtu, da je to velika težava, ki bi se lahko mi vsi veliko izboljšali glede tega, ne. Lej, daj sam bod pozoren, jaz sem ful pozoren, jaz se ne vozim veliko z avtom, ne. Jaz delam doma, pelem se v trgovino, ki je bliz, pa če gremo na kakšen izlet čez vikend, pa take stvari. Ja, če greš v Ljubljano, planiraš 2 dni naprej. Ja, itak ne.
točno vem, kje bom parkiral. Jaz nisem veliko v avtu, pa vsak dan vidim, da bi rekel 15 primerov, ko folk gleda v telefone v avtomobilih. Pa dajte ta telefon stran, pa sej ni nič toliko nujenega. Ne vem, no, kako eno akcijo bi mogli narediti, dajte stran telefone. Ja, sej so, mislim, na nek način so to naredili s tem, da je pač kazen za telefon višja, ne zdaj, kaj je bila včasih. Samo veš. Spet, veš, ti tako v bistvu spremembo delaš, da kaznuješ, a ne? Kaj lahko naredimo, da bo pač folk sam pri sebi vedel, ok, to ni good za me, a ne? A veš, pa se ni to, takrat, ko sem jaz pač, kako jaz zdaj to situacijo vidim, ni to, da bi jaz seb kaj naredil takrat, a ne, ko sem vozil. Kaj če bi jaz enega zbol takrat? Zdaj sploh prosim, ne spušči vas v te teme, ker to mi je največji strah v življenju, da ob momentu nepozornosti naredim največjo tragedijo, kar je možno. In zato sem jaz pač v avtu fokusa, ne. Pač me ne zanima nič drugega, lahko meni tam zvoni telefon, karkoli, pač, dobro, jaz se bom javil, imam prostoročno telefoniranje, ne, sam ne bom pa zdaj tam, če mene nekaj na Instagram piše, gledal na semaforju, pač. To je lahko sam moment, pa je lahko življenjska tragedija, pa posledice za ne vem koliko časa, pač. Jaz sem enkrat na srečo, ko je vame preleto en model, ki je pil, ne. Pa sem šel takrat sem še na BMW-ju delal, sem šel iz BTC-ja, čez parkirišče sem se vozil, ne, po prednosti in mi je majster iz leve preleto česa, ne. In me je počel v C1-ko v sprednjo gumo, ne, hvala Bogu. Z rdečimi ogledali. In jaz sem bil poštkovno, kva se je zgodil lihkar, ne, moj avto je tam vrgal 3 metre stran. Jaz sem prišel ven, ne, sem bil tako jaz sem good sem bil, malo sem bil krval iz nosa, nič tazga. Pogledam unga modela, ne, in sem že imel jezo vseb, zdaj ga bom pač ruknil direkt na gobec, ga bom ruknil, ne. In je majster ven preletel in hvala Bogu, da je prva stvar, ki je rekel, je bilo, a si v redu. In sem rekel, sem v redu, a si ti v redu? Je rekel, ja, sem. Malo sva gledala po križišču in pa je on rekel, jaz sem kriv, a ne, sem rekel, ja, ti si kriv, a ne, ker tudi jaz nisem vedel, kdo je kriv. In pa sem rekel, ja, nič, jaz bom klical pač policijo, a ne, da to zrihtajo, pa mi je on rekel, da ja, lahko prosim, ne kličeš, ker sem spil 4 pere, a ne. 3 popoldne v Ljubljani. In sem gledal, a ne, sem bil tako, a boš zrihtal vse, da bom jaz dobil pač od zavarovalnice denar, da mi to popravi, ker jaz takrat nisem imel denarja. Sem delal na BMW-ju za 4 evre na uro, kot asistent v marketingu, plačevati sem si mogel vse sam, malce sam, jaz sem imel pač minus 250 na računu konstantno, a ne. Ker jaz tega ne morem plačati. Ta prav študent, ja. Poprečni slovenski študent z minus 250 evrov. Tako. No, in je rekel, da bo vse zrihto, a ne, in tudi je pol vse zrihto. Mi je pa fotor takrat, ko sva se pogovarjala, rekel, da sem pač, da če sem ziher, da to me bo folk nategnil, da zakaj nisem policije klical, pa to pa sem rekel, pismo, ne vem, sem verjel, da nekaj dobrega dejansko za nekoga delam. Ne vem, kva bi zdaj naredil v taki situaciji, ampak, a veš, vse ti bo življenje dal lekcijo, če ti jo bo rabo, da ne rabim ti jo jaz dajati, jaz sem bil ok, on je bil ok, avto je pleh, jebi ga, se bo že popravila, ne, in so naložili avto in pelali, in ja, pol je njegova zavarovalnica pač krila vse. Pismo, jaz ne vem, če mu ne bi zdaj, da se mi zdaj le to zgodi, ja. V faco rekel, ja, 4 pere si spil, jaz bom poklical policijo, ker pač ne vem, ful močno obsojam to, ne vem zakaj, ampak ful močno obsojam to, ker se mi to ne zdi prav, ne vem, no. Ne vem, imam zelo močen stališče glede tega, ne vem zakaj, ker se mi nikoli ni nič tazga zgodil. Edina manjša nesreča, ki sem imel, sem bil jaz kriv za njo, ker sem pač bil bedak. Kaj sem naredil? Ja, čez stop znak sem šel doma v dobu, na križišču, ne vem, ne vem, lekcija, to je bila življenjska lekcija, da pač tudi, če poznaš cesto, ne moreš kariti, ne. Ne vem, ful močno to obsojam, ne vem zakaj, pač. Ja, mislim, integriteta, da ti tega ne delaš, po moje je toliko močna, da si ne želiš, da bi kdo to delal, ka veš, da ni dobro. Sploh kot kar imam otroka, mi je tako, pač,
kaj če se to zgodi z otrokom avto. Zanj sem se peljal z basket ob 10 zvečer v sredo in vidim tam lučke, pa ne vem kaj vse in 2 razbita avta, nič hujšga, ampak ena je tam imela enega majhnega toddlerja v rokah. Tako. In sem bil tako, jaz nikoli nočem biti v taki situaciji in edini način, da nikoli ne bom v taki situaciji, je, da pač se te stvari ne dogajajo. Ne, se mi zdi, da mora biti ena taka velika inicijativa glede teh stvari. Telefoni, pa alkohol, pa avto pač ne grejo skupaj. Mogoče si danes iz tega namena prišel na podcast. Mogoče bom pa jaz glavni promotor tega. Hodo? Ne, se ne bom. Jaz pač nisem aktivist. Jaz sem aktivist iz cone obdobja. Tako da dokler meni paše, ok, pa naprej pa vi prevzemite. Sam pač ne vem, mogoče pa je eno sporočilo. Ne, se že dosto, da se o tem pogovarja, veš, da se recimo na podcastu vzame čas, pa se o tem malo predebatirali. Mogoče bo kakšen komentar, kaj je to za ena epizoda zdaj bila. Ne, pač, vse bomo sprejeli, ni panike, ampak mislim, da pride to, kar more vam prideti vsak dan. Ful mi je. Ja. Všeč mi je tak stil, zato ker ni nobenega pritiska, pa ker je sproščeno, pa ker se mi zdi, da tudi malo tega manjka na podcast scenah. Veš, ful je tako. Vsak povabi enega gosta, ki more prenesti nujno neko dobro sporočilo. Ali je to poznan gost, ali je to strokovnjak, ali je to en, ki ima neko življenjsko izkušnjo, vsi iščejo nekaj več. Ne? In meni se zdi, da včasih moraš sam si prižgati en podcast, da ti v izi mineta 2 ure, da se malo nasmeješ zraven, da mogoče nekaj ven z tega potegneš, da je sproščeno in da nisi po podcastu tako, ja, še to moram popraviti pri sebi, še na tem moram delati, to ima pa ta pošlihten v glavi, jaz pa nimam, ne, vse si good, vse v redu, a ne, vse poslušaš podcast zato, da si zapolniš čas, da se sprostiš, da ti mineta 2 ure, ko moraš čakati na polikliniki 2 ure na pregled, kakorkoli je, se mi zdi, da malo te sproščenosti še zmeraj manjka na sceni in sem vesel, da sem lahko gost da si lahko gost danes tukaj. Hybrid model je bil to danes. Ni bil čist jaz gost, ampak kaj. Imam pa še eno vprašanje zate. Dej. Tega sem pa šparil. Če bi jutri umrl, kaj bi danes sporočil svetu? Pa je prišel čas, a? Veš, kolikrat sem na to pomislil. Pa hitro, daj, jaz moram spet na WC. Ja, veš, kolikrat sem na to pomislil, ta stari, ki sem to vprašal, a ne? Ampak še nikoli nisi povedal ti, a ne? Enkrat sem na storiju nekaj napisal, ampak... Ampak story grejo v pozabo. Fora je v tem, da bi vsakič, po moje, ko bi me nekdo vprašal, malo drugače odgovoril, se mi zdi. Se bi tudi jaz bi isto odgovoril. Ja. Kaj si ti odgovoril? Bodite najboljša verzija sebe, pa ne samo za Instagram. Ker Instagram je samo laž s filtrom. Wow. A boš to zrezal za šort? Močno. Ne režemo šortov. Ne delam tega. Ne, ampak ajde. Kaj bi sporočil svetu, če bi jutri umrl? Okay. Sporočil bi svetu to, da bod sprememba, ki jo hočeš videti, pa resno to vzem. Resno to vzem. Nared vzor, za katerega bi si želel, da bi ga tvoji otroki imeli. Tudi, če nimaš otrok. Živi življenje tako, kot bi si želel, da ga živijo tvoji otroci. Odkar sem starš, mi je ta zelo močna. Ker se mi zdi, da ko to perspektivo obrneš, pa rečeš, ok, če bi to življenje živel moj otrok, kako bi želel, da se vede, kako bi želel, da živi. In bi želel ljudem reči, da imajo moč za narediti spremembo, po kateri hrepenijo v svojih rokah. Ampak, da se prave spremembe delajo v 10 letih, ne v 1 letu. Samo moraš biti dosti zavesten in se odločiti, da boš to spremembo spelil, s tem, da boš ti začel stvari delati drugače. Ne, da boš gledal druge, kaj delajo narobe, ampak da boš ti delal prav. In to je to. Bom.
Ampak ja, vsakič bi jo drugače malo povedal, ampak ta se mi zdi tako nekako za ta trenutek mogoče najboljša. In hvaležen sem za vse, ki spremljajo to platformo, ki spremljajo ta podcast. Oni, ki ste prišli do konca tega podcasta, svaka vam čast. Ja, to je bilo kar težko. Ne, ni dober, je bil dober. Meni je bil všeč. Jaz sem se imel dober. No, ti tudi, po mojem, si se imel dober. Jaz sem se imel odlično, jaz se za mikrofonom pa pred kamero tako dobro počutam, ko mi naravno zvleče tisti najboljši ven iz mene. Ker drugače sem se veš, jaz sem bolj hodra pa to. Ma ne vem, se mi zdi, da si kar ureden Takšni smo človek. mi. Noč, hvala, da si prišel. Ja, hvala za povabilo, no. Pa še kdaj. Ja, sigurno še kdaj, lej, Ja. sigurno. Zdaj vem, koga poklicati, če bom hotel, da sem jaz gost. Ja, Naslednjič greva še en step naprej, tako da mogoče, lej, pa. mogoče je moje sporočilo svetu, če bi jutro moral to, da bo od zdaj naprej prevzel podcast Matej Pavlič in da mu lahko tako zaupate, kamen. Ne bo tako dober, ampak lej, še zmeri bo šlo pa naprej. Jaz dedujem podcast. Cool. Zelo. Hvala, stari. Hvala te. Amadej, kat.